Živijo in dobrodošli. Zelo sem vesel, da ste z mano oziroma z nama na današnji epizodi podcasta Umetnost lenarjenja. Danes se mi na pogovoru pridružuje moja kolegica, mlada zdravnica, specializantka družinske medicine Ana Šebat Veličković. Ana je tudi mama malega otroka in zagrizena športnica, namreč pred kratkim je odtekla zloglasni maraton Ironman, oziroma v njenem primeru verjetno Iron Woman, to moram preveriti oziroma jo vprašati. No, v kontekstu tega več kot uspešnega kombiniranja različnih težkih vlog, od stresne zdravniške službe do starševskega življenja, športa, se mi zdela Ana super sogovornica v epizodi, kjer se pogovarjamo o zdravem življenju in življenjskemu slogu. Na koncu se je v bistvu najin pogovor zelo razvil, je tudi eden daljših, kar smo jih objavili na tem podcastu, in tudi Ana me je vmes parkrat tako lušno in tudi malo pretresljivo presenetila, usmerila niti pogovore na svoj unikaten način, tako da na koncu sva se kar sprehajala čez veliko enih zelo pomembnih tem. Seveda sva govorila o družinski medicini, se mi zdi, da celo za Slovenijo nekako je to izjemno ena najbolj relevantnih tematik. Poslušamo veliko o stiskah, o težavah zdravstvenih domov, družinskih zdravnikov, ljudi, ki zdravnika nimajo. In se mi zdi super in sem vesel, da vam lahko predstavim mogoče ta poklic in to poslanstvo iz ene druge perspektive, iz bolj realne slike in opiševa ne samo minuse, ampak tudi pluse te krasne službe. Nadaljno smo govorila tudi o zdravstvu, zdravstvenem sistemu, sodelovanju med zdravniki, o zdravniški stavki. Govorila sva o starševskem življenju, o težavah nosečnosti in poporodnega obdobja, o izzivih mladih mamic in kombiniranju vlog znotraj družine, pa seveda o nočnem delu in kako to vpliva na partnerski odnos in odnos z otrokom. In seveda, glede na naslov podcasta, tudi o bolj in manj zdravih navadah. Ano sem izzval, da sva nekako skušala priti do odgovora na vprašanje, kaj je to zdravo življenje ali kako zdravo živeti. To je drugače vprašanje, ki se pojavlja seveda v ambulantah družinskega zdravnika, in sem vesel, da vam predstavim neko celostno sliko od tistih zadev, ki so mogoče manj priporočljive, pa do tega, kar lahko vsak od nas naredi, da bo srečno, zdravo in dolgo živel. Preden vas spustim v ta najin pogovor, se še kar na začetku takoj zahvalim še pokrovitelju današnjo epizodo podcasta Umetnost lenarjenja, namreč sponzorira Radenska. Zakaj sem izbral Radensko kot pokroviteljico epizode, ki govori ravno o športu in zdravem življenju, vam bom malo bolj podrobno razkril med samim pogovorom. Zaenkrat pa samo toliko, da rečem hvala, da lahko snemam v tem krasnem studiu in s tako super sogovornico. In seveda na koncu iskreno iz srca hvala tudi vsakemu od vas, ki gleda, posluša, podpira ta moj projekt. Neskončno bom hvaležen vsakega komentarja, vsakega od vas, ki se bo prijavil na moj projekt, na moj kanal in se morda delil ta ali kakšen drug pogovor, ki vam je všeč, s prijatelji. To je res taka izjemna podpora, ki morda vam doma za računalnikom ne pomeni toliko oziroma se vam ne zdi niti tako ključna, ustvarjalcem vsebin pa to da neko potrditev, da ne delamo za brez veze in da je naš čas in naš trud na nek način cenjen. Tako da, toliko da veste, ste cenjeni, zelo sem vesel, da ste tukaj z mano in vas nikoli ne jemljem za samoumevno. Zdaj pa upam, da boste toliko uživali v tem poslušanju, kot sem jaz v pogovoru z Ano, in se vidimo spet naslednji mesec. No, super. Dobrodošla, Ana. Hvala, ker si prikolesarila na pogovor. Kako si? V redu, tako, zmatrana. A se dobro počutiš? Ker sem te povabil na pogovor o zdravem življenju, pa je to kar ključno vprašanje. Ne? Zmatrana, zakaj si zmatrana? V bistvu, mislim, zmatrana. Včeraj sem sama kriva, šla v fitness zvečer, namesto da bi pravočasno
naredila nalogo pač za en ta modul, ki imam za specializacijo in sem šla pol, ker sem prišla z fitnesa še narediti to nalogo do konca in jo oddati, seveda ob 11. zvečer. In pa sem šla spat in pa sem se odločila danes zjutraj iti s kolesom v Ljubljano v službo. Iz kje? Iz Kranja in zdaj mi je malo tako, sem mogla priti do sem, a ne? Ja. Snemava v Lendavi, Ana je prikolesarila do... Ne, hitro se. Ja, no, Ja. ne, mislim, impresivno. Jaz Tako, v šla Trzin bi še spat, nisem šel no. s kolesom. Se bojim za svoje življenje, ker me že v Ful, avto skoraj ja. ubijejo Ja. na tej poti vedno. Ampak me veseli, da si prišla lepo. Ja, takoj si mi dala ogromno enih istočenc, moduli in domače naloge, kot da smo v srednji šoli, ampak ti si vendar specializantka družinske medicine, ne? Ja, res je. Daj mi povej, kdaj si se, zdaj bom tako rekel, kdaj si se zaljubila v to stroko? Ker sem že nekaj časa delala v bistvu v družinski, jaz sem imela eno tako neodločeno pot skozi faks, ne vem, vse tam tudi, ko smo skupaj se družili v društvu, pa vse. Jaz sem skozi letala okoli, nisem bila vedno na enem mestu, vse me je zanimalo, no, saj mogoče že to. Skozi sem govorila, ne bom družinc, to je najbolj bedno, itak, ko prideš na faks, ja, družinci so unita bedni. Ampak pol pa sem v bistvu, ko sem začela delati, sem videla, da je to nekaj, kar odgovarja mojemu lifestylu. Ko si začela delati specializacijo že? Ko sem začela delati kot sobna v najprej zdravstvenem si domu. se javila kot poskusno obdobje. Ja, mislim, tako zanimala me je anestezija, zato ker sem malo piflar, pa me zanima fiziologija ful. Pa se mi je zdelo, da s tem pač si res brihten in pa mi je ena kolegica starejša rekla, ker sem bila pripravnica, pa sem bila razočarana, ker so na večini anestezioloških oddelkov relativno slabi odnosi. Sem jamrala, da pač nočem delati v takem kolektivu, pa so mi tudi rekli, če pridem za sobno v eni bolnici. Pa mi je pol rekla, prid na urgenco, a ne, mi dol tukaj na nujni medicinski pomoči si imamo ful dober, pa ful je podoben, na isto lahko intubiraš ljudi, pa tako, če to rada počneš, rešuješ življenja, a ne, prid k nam, pa sem bila tako zanimiv mogoče. Pa sem pa krožila v zdravstvenem domu, Kranj, en del pripravništva tega iz nujne medicinske pomoči in to je bilo lih v enem času, ko so oni dali to kolektivno odpoved. Aha, to je bilo pa par let nazaj, se spomnim. Ja, to je bilo še pred korono. Ja. Ja, kaj je bila una... Pa si imela ful delovnih mest, kar naenkrat. Ne, v bistvu je bilo ful dober, ker sem videla, koliko je to v redu kolektiv. Až da ti cel zdravstven dom pripravaš do tega, da vsi dajo odpoved. To je res kolektiv, ki drži skupaj, uprava, ki podpira kolektiv. Ne vem, direktorica je šla na TV, povedala, da stoji za družinskimi zdravniki, pa direktorica dela kot urgentni zdravnik. Tako da... Ampak to, da so vsi kolektivno dali odpoved, zdaj se ne spomnim več, kaj točno protestno, je bilo. Ne, ja, ampak očitno je bilo nekaj zelo slabo, da so to naredili, to te pa ni odvrnilo od tega, da bi razmišljala. Ne, v bistvu da bi rekla, tam je očitno kriza. Kriza je bila v celi Sloveniji, sam noben ni upal nič reči. In sem jaz si to... pogum ne spoštovala. Ja, pa tudi tam sem delala, spoznala sem jih, vzdeli so se mi v redu, no in pa sem res... Ko sem bila konc pripravništva, pa se je bližal čas, ko bom zgubila prihodek, a ne, ko moraš politi na izpit, pa jaz sem imela še to nesrečo, da v mesec, ko sem končala, ni bilo izpita, to se pravi, tako moralo biti en mesec brezposelna in sem šla do direktorice in sem bila tako, kaj ful dostopna, sem bila tako, Lili, živijo, jaz pa ful rabam službo, a bi me vzeli za sobno, pa bila tako, ja, pod pogojem, da delaš vsaj pol zraven še družinske, ka si taka, vidim te. In sem bila tako, okej, v redu, malo sem bila tako, zakaj me noče vzeti na urgenco. Najprej si hotela samo urgentno, si hotela urgentno medicino delati in specializirati. Mislim, ne, hotela sem biti sobna, dokler se ne odločam. In pol po enem mesecu sem prosila, da me pišejo samo še na družinsko. In pa se je začel. 3 mesece sem se uvajala, pa sem začela sama delati v eni ambulanti, nadomeščati eno daljšo odsotnost, eno porodniško. In feeling, ko dobiš pacienta nazaj na kontrolo, ko ga
začneš zdraviti, pa pride k tebi, pa naredita še to, pa prideta tja, pa zaključita bolniško, pa ti prinese vrečko kofeta, pa reče hvala. Ti prinese kranjsko klobaso, ne milega. Tudi. Pa zele. Až tam vzdrav Krana in Šenčur. Veš, kaj pravijo, da družinski zdravnik iz vasi, pa ne pravim, da je Kran vas, pardon, vsakemu, ki ga užaja, recimo družinski zdravnik iz vasi, da mu ni treba iti v trgovino po solato, zdaj po salame. imamo veliko teh dislociranih enot, ne Šenčur, Trkle, Stražiše, Naklo, Golnik, Preddvor, Jezersko, tam nosijo. Pač tako, ne vsi, vsake tam časa kdo prinese. Ja, pač tako, kar si navajen. V Ljubljani bolj iz Hoferja, veš, vam pa domače, to je ta... Ma sej nam tudi prinesejo iz Hoferja, ampak smo isto veseli. Se itak, karkoli ti kdo prinese, gre za nekak za gesto, ni tako, da boš pogledal, kako je salama kvalitetna. Vi ste danes, ta drago prinesel 2 napotenci. Recimo, ja. Ampak zdaj, ko govoriš o tem, vidim nek tak ful simpatičen žar, ki mi v bistvu je zelo prijetno poslušati, zato ker v družinski večinoma poslušam, ne bom rekel slabe stvari, ampak pač krizne, a veš, tako kot neka potopljajoča se ladja, kada so vsi samo, kada se nihče ne odloča za to, obenem tisti, ki so vse imajo dvome, so utrujeni, ne morejo več, ljudje so nezadovoljni in to, kot te vidim, ko govoriš o tem interakciji z bolnikom, mi je lepo, da očitno še obstaja veliko enih, ne vem, kaj da rečem, ne samo pozitivnih plati, pač neko upanje za to stroko, misliš? Zato je po mojem, bistvo medicine, pa še bistvo družinske medicine. Mi vsi, ki smo se za to odločali, smo taki. Verjamemo v ljudi, te moji pacienti, teh mojih 2000, ki jih imam, pač ti zdan v ambulanti, ki sem, oni so moji, oni so prišli k meni po nasvet. Tudi če jaz ocenam, da ne rabijo zdravila ali pa neki, že to, da so prišli k meni, midva sva naredila obravnavo, jaz sem njemu poskusila dati nasvet, tudi če na koncu ni zadovoljen, večina jih je zadovoljnih, so fajn, ampak sam grde, ne? Ja, da se pohvalim. Ne, ampak tako res daš sebe noter in če pač nisi za družinsko, nisi. Ne more biti vsak zdravnik dober družinc, pa ne more biti vsak družinc. In pač se tudi mi nismo vsi 100%, jaz nisem 100%. Mislim, da predvsem moraš imeti neko željo po interakciji z ljudmi. Ja, komunikacija je najbolj pomembna. Nek odličen specialist na bolnici, ki vidi bolnika, 20 minut na dan na viziti, pa razmišlja, planira terapijo, preiskave, konzilije. Medtem, ko jaz imam rad ta stik z bolniki in pri nas pa to na infektologija je čisto obratno, mi imamo pretežno samo bolnišnično in ni tega, to, kar si rekla, ta bolnik, ki pride in pa pride nazaj in je tvoj, imaš svoje, kot neko krdelo. Ja, ti imaš res svoje. Imaš pač recimo 1, 2 tedna, 3 tedne v bolnici in je tvoj bolnik. In pol gre. Ja, pol gre in ga ponavadi, če ga ne vidiš več, če je to dobra novica ponavadi, da si ga dobro pozdravil, ampak ja, obrat imaš, nimaš pa tega, ker ti moram reči, jaz sem med COVID časom zelo resno razmišljal o menjavi specializacije, ker mi je bilo enostavno pač dost in pretežko in sem rekel, pač nočem več videti tega hodnika polnih ljudi. In edina v bistvu stroka, ki sem razmišljal o njej, je bila takrat družinska. Takrat ti ne bi bilo dobro na družinski. Garbali smo. To so mi rekli. Tudi mi smo delali po kontejnerjih. Moš vedeti, da nisem menil iz vidika, jaz hočem menjati sam za epidemijo, na dolgi rok, ki bi seveda se bo oboje umirili in vam in nam malo. Takrat ste bili pač lih tok na pritisku, ta hujši pritisk teh vprašanj, ki mogoče niso niti bile za vas, kam lahko grem, kam ne, kje je blizu. Danes grem smučati v Avstrijo, kam se grem lahko brisati, na urgenco ob 2 po noč. Ampak, veš, občutek je, jaz sem hotel pač ven iz kliničnega centra takrat, ker je bila tam ta pač neko mravlišče težav, in takrat ta misel, da imaš neko ambulanto, kjer imaš teh 2000 svojih, ki jih malo poznaš in oni tebe, mi je bila tako kar na nek način pomirjujoča. Ja, verjamem. Po eni strani je bilo luštno, sam nas so tudi veliko menjali, lih v COVID času, nadomeščali smo en drugega, pokrivali smo urgence, uvajali smo dodatna delovišča, kamor se je folk naročil kot sum na infekt in pol so nam tja vse naročali. Najbolj bizarno mi je, ko si delal recimo na urgenci in pa so vse z vročino pretriažirali v COVID kontejner,
ti si imel recimo od ljudi naročene, hkrati so ti pa še te nujni upadivali in ti si gledal vse od prehlada do angine, do vnetih ušes pri otrocih, do akutnega apendicitisa in stemijev. Sam, da je imel malo povišano temperaturo ali pa da je rekel, da ga duši, recimo je že triaža rekla, sum na COVID, tip se je dušil, kaj je imel stemi. Ja. S tem je infarkt, za tiste, ki niste na medicinski fakulteti. Ampak tako, se smo rešili, vse je bilo ok, ampak smo imeli pa tudi mi obremenitev ogromno s tem, da se je pol še vsak ta tret hotel skregati s tabo, zakaj mu boš pa vzel bris, da on pa ne dovolj. Ne, to so bili zelo težki časi in to isto stisko so svojim smo mi čutili. To smo jo po moje vsi, sej nisi mogel po moje kot specializantno v Sloveniji zbežati iz tega primeža situacije. Eno, mislim, da je bolnik ali bolnica, se ni važen, ampak imela je prvi epileptičen napad v življenju in so jo prišli iskat reševalci, to je bilo, ne vem, julija, in so izmerili vročino, preden so jo dali v avto, ona je pač imela ta epileptičen napad tam sred Ljubljane in je imela, ne vem, 38 stopinj Celzija in jo preusmerijo iz nevrološke k nam, seveda. In jaz sem bil takrat, prvič nisem vedel, kam naj jo dam in rekel sem tismu reševalcu, pač zakaj je ona tle, ona ima napad, prvi epileptičen napad svoj za nevrologa in je on rekel, a mi vi lahko 100% garantirate, da nima covida, a veš, in kaj bo zdaj jaz kot specializant, da mu to podpišem, nič v medicini ne moreš 100% garantirati, ne morete 100% garantirati, da bo končala ta pogovor sploh, a veš, živa in zdrava. Ja, ne, zdaj sva se zapletla. Kaj naj rečem, in sem rekel, da ga not v nek čošak, ne, tam ampak kaj veš, jaz ful mal, ne vem toliko o neurologiji, niti približno kot tist čez cesto, v neurološki kliniki, kaj je to, zakaj mu moram CT, kje mu lahko slikam glavo, če je kao kužen lahko. Brise smo pa čakali takrat na začetku, se spomniš, brisi na začetku, prvo poletje ni bilo hitrih brisov, PCR so imeli pač na mikro, ne vem, 3000 na dan in si ga imel 6 ur v enem kotu in obravnava je bila slabša, ampak to so bile izredne razmere. No. In tudi takrat, ko sem mislil menjati, mi je rekel en naš profesor, da prvič to, kar si ti rekla, da ne boš šel iz Dežjana pod kapa, na družinsko, kao, da bom tam ful bolj užival. Drugo pa, da to niso normalne obremenitve. No. Yeah. In on mi je takrat rekel, da v njegovi ne vem koliko letni karieri še ni toliko delu, kot zdaj dela. Tako da jaz tudi mislim nasploh, da velike odločitve moraš delati, ko si spočit, pa ne, ko si v neki hudi krizi. Yeah. Ne, ko priješ domov po najhujšem dnevu v službi pisati odpovedni mail, čez 2 dni v nedeljo, ko se naspiš, napiš, če boš še vedno hotel. Yeah. Da greva samo toliko nazaj, sem te hotel malo o faksu vprašati. Okay. Ti si najbrž, tako kot vsak Gorenc, športala še pred faksom? Mislim, sem s kmetije, veš, in jaz nisem nič trenirala, sem pa hodila v glasbeno šolo, ampak pri nas je tako agrofitness. Veš, če ti delaš doma na kmetiji, to šteje, kot da si ful velik športnik, imaš lahko malo več kil, to so mišice in si cel gajstan. In to, da te boli pod levo lopatico, to je... To zihar ni fakt. Ne, to je samo znak, da veliko dobro delaš. In jaz veliko sem pa hodila v hribe, imela sem kondicije ful, nisem pa tako, ne vem, da bi se organizirano športom ukvarjala. Jaz sem se dejansko šele konc faksa, ko sem se zavedla, ko sem sedela na enem kliničnem oddelku Valda v UKC, ki je pa drugi, ko je bila ura 4, jaz sem bila tam na praksi, neplačani. Jaz sem delala delo specializanta. Mene so vsi pohvalilo, pa bom prišla tja k njim zasobno naslednje leto, ko končam, pa ne vem kaj vse. Ampak jaz sem tam sedela ob 4, moje vaje so se končale ob 2, pisala sem odpustanco in sem bila tako kletvic, lahko rečem, jaz postajam ta zdravnik, ki ga preziram. Ne preziram, to je mogoče slab izraz, ampak postajam zdravnik. Življenjski slog, ki se ga bojiš mogoče. Ja, zdravnik, kakršen nočem biti. Nočem. In ta prva stvar je bila, začela sem ob 3 hoditi domov, oziroma ob 2, takrat, ko smo imeli pač konc. Začela sem si nositi malce s sabo in sem si tudi odmor vzela. Trudila sem se več športati, ampak tako, to so bile majhne spremembe. Kako si pa to skomunicirala na oddelku, recimo, je bilo sprejeto? Ja, si rekla, jaz sem pač rekla, domov, grem na jesti. Jaz sem študentka, pa so bili tako,
a ja, valjda, ja, pojď se učite, no in jaz tako nobenemu nisem povedala, da sem se odjavila od izpita iz interne, ker mi je bilo preveč. Ne, v bistvu gremo študenta spat, spit en pir pa spat. Ja. Ampak ne, tako, v redu so sprejeli. No, jaz sem rekla, jaz sem pa lačna, bi šla za pol ure pač nekam v eno sobo nekaj pojest. So bili tako, ja, valjda, vzem si pa 3/4 ure danes kao, ker si tako pridno. Res je bilo simpatično tudi, ko smo imeli zdaj spet COVID, ampak ko smo imeli ta obdobje, ko smo imeli te skafandre, ne, ko si šel v skafandr in pa si mogel imeti pač več ur gor, Ja, ker nisi imel toliko opreme, da bi menil. ja. Je bilo tako simpatično, koliko je ta kolektiv intenzivne medicine naše sprejel pač mene, kot so me poznali takrat že, in sicer, da pač skozi jem in da rabam ekstremne količine vzdrževanja, da moje telo deluje, ker jaz sem po 2-3 urah not, jaz sem tako gledal že in tako pač počasi se premikal, da mi je večkrat kakšen specialist ali specialistka so mi rekli, pet ti ven, bom jaz še te 3 bolnike, a veš tako, pa jaz sem najmlajši, tam bi mogel biti najdem not, ampak to, kot si rekla, jaz dejansko pač po 2-3 urah ratam toliko lačen, da težko razmišljam. In na kakšnih oddelkih med kroženjem, zato sem te vprašal, sicer pol, ko sem bil specializant, takrat te malo drugače gledajo, je bilo kar tako malo, ne vem, čuden, če si šel jesti, pa nisi rekel. Ti ni mara, te ne zanima. Mene so včasih rekli, te ne zanima in sem lahko, mislim, brez zamere, mene zanima družinska, zakaj bi me tukaj ena ta super subspecialistična stvar zanimala. Pa se je zanimiv, ker medicina me pač cela zanima, ampak ne bo to vplivalo na razvoj mojega znanja, ki ga rabim za službo oziroma za to, da bom jaz sama s sabo zadovoljna. V bistvu to, kar praviš, se mi zdi, da ker sem tudi jaz to začutil na kakšnih oddelkih, da oni jemljajo, kot da nisi hvaležen za njihovo blazno znanje, ki je pač, kot se ima največje specialiste. In kada, če boš ti šel na kosilo, si pač nehvaležen, ker velika tudi te, veš, največji specialisti so pa bili taki zdravniki, kot si ti rekli, da nočeš biti, so ostajali dlje, so se ekstra, se ti kako postaneš najboljši, noben se ne rodi, pa je Dr. House, ne. Čeprav zdaj gledam to serijo in je zelo medicinsko. Jaz ne bi. Ampak najboljši kirurg je tisti ponavadi, ki je največ ur delal in to niso 8 ur na dan, nažalost, ampak je mnogo več. In tako da, kdaj ne more razumeti tega. No? Ampak jaz vseeno mislim, da kot dober zdravnik, to kot si ti rekla, rabaš neko ravnovesje. Ne? Ja. In to me zanima. Sprav, ti si že pred faksom, si se bolj z nekim tem hribolazenstvom, kako je sploh to reči? Ne, hribolazenje. Hribolazenje. Hiking je tak lep izraz angleški. Ja, angleški. Jaz rečem hiking ponavadi. Sem tak krasen šport nacionalen in to, ko si rekla, nisem nič trenirala, samo malo smo hodili v hribe. To je zelo nevarno, če ti en Kranjčan reče, ker jaz sem tudi... Nisem Kranjčan, nazaj. Prženena sem v Kranj. Pa mogoče nisi toliko nevarna, ker jaz sem imel 2 sošolca iz Kranja in sta bila tako, a gremo skupaj v hrib, a gremo skupaj, ne vem, v soboto v hribe. Malo hoditi, sem bil tako hoditi, pa znam, ne, a veš, če bi rekla teč, mogoče nimam kondicije. Hodimo vsi vsak dan, kaj, gremo in pač pol umreš skoraj, ne? Kaj je to malo hoditi in kaj sploh je to hrib in kaj je to tempo in višinci in te vaši. Višinci. Ja, tako da spoštovanje tudi pri ženjenim. No. In pol si med faksom, se pravi, še ni bilo te naklonjenosti družinske medicine. Si rekla, da si se pridružila tem nekak predpostavkam, da je to neka sekundarna... Da je to neki za pridne punce, da je to neki... Nisem hotela biti za pridna punca. Imela sem tudi jaz občutek, da je to, ne vem, celo življenje ti razlagajo, koliko si pameten, pa si v osnovni šoli, recimo med boljšimi, pa tudi v gimnaziji si verjeten med boljšimi, če prideš na medicino. In pa si pač tam na medicini en ta zadnji loser in si tako, ne bom si priznal, da sem en ta zadnji loser, ne bom šel v družinsko, ker to so te zadnji loseri. Mislim, ful je to grdo, mogoče zdaj slišati ali pa reči, ampak ko prideš na faks, vsaj včasih, ko smo bili mi v nižjih letnikih, je bil res tak občutek. To se zdaj ful spremenil, moram reči. Tudi sploh med nami, med kolegi, imam ful dobre izkušnje. Tudi zdaj, ko grem krožati, pa povem, da sem družinc, pa so vsi tako res dober, the best. Daj mi povej, nekaj me zanima, ker
jaz imam ta občutek, sam ne delam kot družinski zdravnik, da s tem pomanjkanjem, ki je blazno, a ne, vi imate, ne vem, 50 odprtih mest za specializacijo na razpisu, pa se jih 10 prijav, s tem izjemnim pomanjkanjem, a imate vi tudi specializanti malo poseben status, zdaj rečemo v smislu iskanja recimo zaposlitve, da imaš ogromno... Ful si zaposljiv, ja. Ja, pa tako, da lahko si izmišljuješ malo. V smislu, jaz bi delal tukaj, pa 2 dni v Ljubljani, pa tle samo popoldansko. Kot specialist pa ja. Ja, lahko si dost, ker se pogovarjam s kolegi, sploh temi, ki so naredili pred kratkim specializacijo, se zmenijo, da delajo pa ne vem, par dni na koncesijo, par dni tam, ali pa so samo 80%, pa delajo zraven 20 še urgence, recimo ful se da, malo nas switchkajo, ampak smo mi tudi až rata ti ambulanta rutina in je ful dober, da malo presekaš. Meni je recimo danes bilo čisto luštani tu v Ljubljano, kljub temu, da je ta ambulanta bila danes recimo zaprta, kaj jaz pa na to njej delam. Pa mi je žal za te ljudi, ki danes niso recimo mogli do zdravnika, ampak se bo pa jutri spet ambulanta, pa naslednji teden. Pa da grem pol za vikend, grem malo podežurat, spet zamenjam okolje, malo druga patologija, hod. Ohranjaš pač znanja iz urgentne medicine, ki v resnici tudi ta s temi, ki sem ga prej omenila, miokardni infarkt, taki, a ne srčna kap, to pride tudi k nam. Tudi mi imamo nujna stanja, tudi mi znamo v osnovne postopke, dokler se nam ne pripeljejo iz reševalne oziroma ne prlaufajo, če smo v isti stavbi, po tega pacienta pa nam ga prevzamejo pa prepeljejo. No, evo, to je eno sporočilo, ko se mi zdi, da se mogoče tudi veliko ljudi ne želi, ali pa se družinska medicina prikazuje, kot ti boš samo napotnice izdajal, da nimaš te prave medicine. Ne. Veliko je sploh v manjših zdravstvenih domovih, pač jaz sem v enem večjih. Zdravstveni dom Kranj ima svojo prehospitalno enoto, mi imamo stalno prisotne specialiste urgentne medicine in tudi jaz, ko dežuram, je zmeraj z mano specialist urgentne medicine, kar je tako ful dobra varovalka. Zame jaz se res, večina mojega znanja, vložka v znanje gre v družinsko, ne v urgenco. Na periferiji pa dežurajo pač družinci, in so oni v bistvu nosilci nujne medicinske pomoči, nimajo toliko urgentnih zdravnikov ali pa jih sploh nimajo. In tudi, ne vem, če si slišal, recimo, zdaj so zaprli v zdravstvenem domu Tolmin. Mislim, da ambulante zaradi tega, ker imajo pač njihovi družinski zdravniki, ki pokrivajo tudi urgenco, ta mesec to kur, da pač s tem, ki so umaknili soglasja, ne morejo več odprtih ambulant. To je kar grozen, da je nek prostor v Sloveniji, kjer živijo ljudje, ki imajo isto bolezni in infarkte in prometne nesreče. Urgenca dela, samo ambulante delajo okrnjeno, zato ker pač nimajo dosti. Medicina je tako, veliko se tudi zdaj v kontekstu, zdaj ko to snemava, traja ta najdaljša zdravniška stavka v zgodovini naše države. Upam, da ko bo prišel podcast ven, ne bo trajala več. To bi bilo ful dobro. Ampak, a veš, velike te dikcije in vse za urgentna stanja je poskrbljeno. Seveda, nobena stavka ne bo nekomu, ki ima s temi preprečila vhod v urgenco, ampak veš, v medicini se mi zdi, da je veliko tako, da nekaj, kar ni urgentno, bo postalo urgentno, če boš pustil na miru. Ja, točno to. In to je naloga pač dobre družinske medicine, da to ustavljamo. A ne, vsak ima neke kronične bolezni, ki jih ti lahko zelo dobro vodiš, pa ne sam vodiš, ti lahko zelo dobro naučiš osebo s to kronično boleznijo, kako naj si jo samo ravnava. Recimo astmatiki, ki imajo te pumpice, morajo sami vedeti, da če zbolijo, če začnejo smrkati, če imajo občutek teže, da sami dvignejo zdravila, pa pol, če jim ni dobro, pridejo šele na pregled. Pa imaš ti čas, da to razlagaš? V ambulanti? Odvisen. To je zelo dober odgovor, ki bi me zdaj kdo z pravne fakultete sigurno pohvalil. Odvisen od česa, od tega si vzameš čas za tega pacienta. Jaz se mi zdi, da se mi to, da si enkrat vzamem čas za pacienta, pa mu to razložim, splača dolgoročno bolj, kakor pa da ga pol gledam na urgenci 16krat, pa še v svoji ambulanti zaradi poslabšanj, pa mu pišem ne vem kakšne napotence za pulmologe, če lahko mi dva to sama porihtava, tako da si jaz pač vzamem 5 minut več. To je dober point, kot tista anekdota, ko nekdo z topo sekiro besno buta eno drevo, pa mu en reče, a ne bi šel tam do pumpe, pa
pač na brusu ali pa kupil drugo, pa on reče, nimam časa in jo še 6 ur buta, zato pa se kjer. Je res, da pač v resnici imaš časa zelo malo, ampak če imaš ti, ne vem, na 10 ljudi se enemu ali pa dvema posvetiš, sta to že ena ali pa dva, ki se ima drugače ne bi. Pa tudi to, kar Pa si na rekla. 10 ljudi se sigurno lahko enemu posvetiš par minut dlje, kot bi se sicer. Pa na dolgi rok prešparaš, to, kar si rekla. Na dolgi rok to... prešparaš, ampak to se ti, ko si družinc, pa si v svoji ambulanti, pa si pač vzgajaš teh svojih, ne vem, Jurja 500, 2 Jurja ljudi. Ti si narediš pol, kako boš delal do konca življenja to ambulanto. Absolutno, ja. Tudi vzgojiš jih dobesedno tudi na način, recimo, da ne vdrejo vnot. Ja, da ne vdrejo vnot, da se naročijo. To je veliko odraz tudi zdravnika, imaš tudi pač psihiatrične motnje in ja, seveda, ja. Mislim, tima kot celega, ampak kako se obnaša čakalnica že, ne? A ti, ko prideš v čakalnico, že tako lahko kakšno diagnozo, ko pogledaš bolnika? Ne, jaz zjutraj, ko pridem v službo, ni še nobenega, ker jaz pridem pač dost preden se ambulanta odpre, zato, ker jaz vstopim pač, zdaj govorim za to ambulanto, v kateri sem bila zadnje čase največ, ko pridem noter, moja sestra že besno zlaga kartone od vseh tistih, ki so nam od prejšnjega dneva poslali sporočila, da rabijo neki, rabijo napotanco recept in mi že dela na kupček in jaz ta cajt prstavim vodo, skuham kofe, včasih me ona tudi prehti med tem, ko se jaz preoblačam in pa se ustava za 10 minut, skuhava kavico in pol začnejo ljudje trkati. To se sliši tako dobro, pa zihar vidita gore iz svojega okna. Ne slabš vrtec. Kar je tako ful zabavno, pol, kaj je dobro vreme, pa moraš vmes okna zapirati, ka pač ne moraš niti auskultirati pljuč za to, ka zunji otroci kričijo. Ampak se mu je ful dober, ne moraš jim zameriti. Upam, da ni pot do vaše ambulante mimo vrtca, ki pač lahko kakšen starostnik umre, če ga kdo pokašlja tam od teh tam malih. Pa se dober, no, tako hudo ni. Traumatičen infektolog, ne. Naš profesor je rekel otrokom bioteroristi. Ja, verjamem. In jaz recimo delam na infekcijski, ampak nisem bil v življenju toliko bolan, kot ko sem imel otroka v vrtcu, oziroma ko imam. Zdaj je boljš prvo leto. Jaz lahko samo potrkam, zdaj ne smem potrkati, ko snemava, ampak jaz, ko sem dala otroka v vrtec, je v bistvu ni bilo nič sprememb. Letos je bila kar huda zima. Moraš vedeti, da jaz verjetno ne vem, koliko ljudem ti v usta na dan pogledaš, no. Ko si infektolog. Ti jim poslušaš pljuča, pa pošlataš jim trebuh. Jaz jim pa v mesec bom specialist, pa bom specializanta poslal, da to dela. Ne? No, recimo, mi smo res prva bojna linija, vsaka viroza nam pride. Vam pridejo pol pljučance, pa ne vem kaj, vse meningitisi, sumi na meningitis. Pri nas pride pa res tako vsak iz ceste in ti tudi on, dokler ne pride do tebe, je v svojih očeh ponavadi zdrav. Kolikrat ljudje pridejo, sem prišel odpred bolniško, imam 38, že 2 dni kašljam in si tako dan, ki imate pa masko, pa je tako, sej res, ne vem, pa tako z žepa eno pomečkano potegne in pol mu mi damo novo in če ga napotimo naprej, gre s to lepo novo frišno masko. Ja, pa pri nas je drugače, vse veš, si pri nas krožila, on pride pred dvojno zaklenjena vrata, kjer pozvoni, ga že sestra izpraša, jaz, ko ga vidim, sem že v skafandru, če hočem. Ne? Ampak to je zanimivo, zdaj, ko si rekla, jaz sem zanč za nazaj razmišljal, pred covidom ni bilo te kulture mask niti v zdravstvenih domovih, se mi zdi, niti v bolnici. Mi smo jih nosili po zim. Jaz recimo sem jo, ko sem se to naučila od ene specialistke, ki me je tudi malo uvajala, ki je rekla, jaz sem vsako zimo toliko bolna, če ne nosim maske in je nosila masko, pa še vedno imamo zdaj, pač ona je že v pol šlap, veliko sem se od nje naučila. Ene par jih imamo še vedno, tudi tako, ko so zdravi, skozi nosijo maske. Pač jaz tudi zdaj pozim, tudi ko sem bila zdrava, sem skozi nosila masko, ker drugače čez 2 dni nisem bila več zdrava. Ob stiku z bolnikom na viziti praktično vedno, no, zato ker meni tudi skozi nekaj teče iz nosa, ker imam še te alergije, ampak kar sem hotel reči takrat, ko si ti že nosila očitno masko, jaz se spomnim pred covidom, kako sem delal na naši urgenci, kjer ležijo res pač po hodnikih in povsod in imaš pljučnice in imaš ošpice kdaj. In se spomnim, kako sem načeloma, če je bil napotna diagnoza pljučnica, sem vzel, ampak ne vedno sploh. In se spomnim, enkrat sem prav pomislil, ko sem prišel od bolnika, ki je imel neke razjede po žrelu, ki so ličile celo na sifilis,
sem tako pomislil, kaj če bi jaz drugič pač vse, mogoče, ker tam pa sem gledal, not v usta in to je 40 sekund. Ne. Ampak kako je to smešno, da prej tega sploh, pa nisem bil bolan velik, ne. Ker mislim, da večinoma maske, recimo midva, jaz pa ti nosiš za to, da nimaš kakšnih smotanih bolnišk, pa da druge ne ogrožaš, ne, kakšne te starejše bolnike, ker pač ti si jaz ti imaš delam skoncentrirano, geriatrijo ful. mislim, se mi tudi. saj vsi. Starostniki so pač večinski del najinih strank, da tako rečem. Ja, pol vidim, da zaenkrat ti je všeč, tudi mislim zaenkrat, sej ti boš kmalu specialistka, ne? Ja, čez 1 leto, če bo šlo vse po planu, Ja. bomo videli približno. Tako. Bi Meni je izbrala še enkrat enako stroko. Ja. Toliko časa sem ustrajala, da sem bila 100% prepričana, da hočem delati to specializacijo v tej ustanovi, pa za mentorco sem se tudi zmenila, da mi ustreza in imam še kar isto mentorco in lahko sam pohvalim, kar se mi zdi, da je neki, no ne vem, kako je na infekcijski, ampak tako, kar slišim od kolegov, ki specializirajo kakšno drugo smer v bolnicah sploh, da nimajo takih osebnih odnosov z mentorji, ker pri nas je tako, enkrat na teden naj bi uradno delal pri mentorju, kar se pol v času nadomeščanj malo porazgubi, ampak ti si res tam v ambulanti z mentorjem, prijatelja sta, kavo skupaj pijeta, tudi vmes, ko nisi pri njemu, prideš vmes na kavo, pojamrat, družaš se tudi v prostem času, včasih, tako. To je zelo važno, se mi zdi. Ful je in tudi to pol v družinski nas mal, kolektiv je ful pomemben, pa se mi zdi v zdravstvenih domovih že to, ta odnos, ne vem, sestre zdravnik se mi zdi, tega v ambulanci ni, tako kot je v zdravstvenem domu. Jaz delam celo ambulanto skupaj s sestro. Ja, to Ona res, je, ne vem, užinjena sem zdaj s to sestro, s katero delam, ona je moj work husband oziroma work wife in to je to. In midve sva užinjena. In pol, ko bom imela svojo ambulanto, ko bom imela svojo sestro, midve bova 40 let skupaj delale in to bo, ne bi se mogel z nobenim drugim zdravnikom na tak način družiti, delati skupaj. Pa tudi recimo ta referenčna sestra, ki z nama dela, je največja carica, vmes pride, pohicamo se, to je v takem okolju čist drugače delati, kakor na oddelku, ko imaš tam, ne vem, 8 sester, ki nobena ni bila v prejšnji izmeni in se nobene ne spomniš in si tako, sorry, Tina, Mojca, bi lahko please še to kri vzeli, tako drugače. Je, drugače res. Jaz sem zelo vesel, ker na infekcijski zaenkrat moram reči, da na večini oddelkov je ta odnos ful dober. Po moje tudi zato, ker smo relativno stalna ekipa, tudi zdravniška, ker infektologi nimajo, pač ni privat sektorja in ni tako, da si 50%, 20%, en dan v tednu, in si pač tam, če nisi na bolniški. Ampak razumem pa to, da če imaš ti svojo ambulanto, za katero skrbita skupaj, je to pač sta 2 stebra, je to najbrž čisto drug odnos. Poleg tega pa ena zanimivost, ne vem, če ste edina, ampak ena je po mojem ena redkih specializacij, ki ima sporazumevanje v kurikulumu. Kako gledaš na to? To je v bistvu ful pomembno, to bi morali imeti vsi. No. Zdaj smo imeli na teh modulih, recimo, smo imeli že 2-krat sporazumevanje na jedilniku. Enkrat takoj na začetku specializacije neko osnovno sporazumevanje, sporočanje, ne, mislim, da slabe novice še nismo imeli. Ampak tako eno osnovno sporočanje, kako strukturirati recimo motivacijski pogovor smo imeli, ne, recimo, če bi daj kadilc, pa da mu želiš sporočiti, da ne neha kaditi. Na kakšen način se tega lotiti? Takih veščin te probajo naučiti. Ni idealno. Še vsem je tako, ali si ti pač dober v komunikaciji, ali nisi. Tega se težko naučiš. Ampak lahko mogoče pa tisti, ki so manj dobri, bolj rabijo še neke tehnike, pa da se rabijo naučijo na neke pamet, kaj tehnike, narediti. ali pa recimo smo imeli tudi, kar je bila meni ful dober delavnica, kako se pripraviti na klic k specialistu, ker to je nam ful problem. Veš, mi smo samo unibogi družinci in pol ti kličeš v UKC, je tako, da skomat živčena. Pokličeš na 01522 in pol tako brskaš konziliarne številke in se stresiraš in pa si tako, fuck, zdaj me bo vprašal, a sem vzela Dedimera, nisem, ne. Tako ful se stresiraš, ampak tako
da ti v bistvu pokličeš, da imaš pripravljeno klinično vprašanje, da poveš samo relevantne podatke, da ne greš tam, da te bo zdaj ta specialist napadel, ste naredili CT, tako model nimamo CT v zdravstvenem domu. Model jaz iz Kranja kličem. Umir se. Ja, tako chillax. Nimamo rentgena za vikend, v easy. Ja, ne, tako, pa se mi zdi, no, da tudi izven tega. To je tako, da si samo v bistvu sebe umiriš, da ko pokličeš, poveš bistvo, vprašaš bistvo, kar te zanima. Ne vem, jaz imam v bistvu eno dobro izkušnjo. Včeraj, ko sem klicala na infekcijsko, ne vem, kdo je bil konziliarnik, nisem ujela priimka, ena zelo prijazna zdravnica je bila. Ko sem jo sam klicala, dan, jaz imam tukaj eno pacientko za eradikacijo helikobakter, pa je alergična na penicilin, ampak lih jemlje doksi, a se lahko zmenimo za eno dobro kombinacijo. In je bilo tako, to je pa res dobro vprašanje in mi je pač najdla neki iz enih smernic, pač ful hitrejš, kot bi lahko jaz ali pa gastroenterolog. In pa je bilo tako, kolegica, vi morate še zaviralce protonske črpalke dati zraven, a boste znala to sama? In jaz tako, bitch please. Tako, to je pa moje področje. To, kot pa vi tega napišete v moje nihče. Ja, ludo, tega je res veliko. Ampak veš, koliko je recimo, jaz imam tudi izkušnje, tudi znotraj kliničnega centra te nadere, kdo kličeš za posvet. Mene je to ful grozen. Mene je to nepredstavljivo mi je, ker sem recimo v Ameriki delal, pa mi ni bilo tam vse sploh všeč, ampak koliko je to tam en profesionalen odnos v smislu, da tebi bi bilo sram nekoga nadreti po telefonu, pa ga tikati, kar iz nekaj, to kličeš, a nisi to pomislil. Na ta način naderete lahko sestra, naderete administrator, kdorkoli. In to meni je to kar tako vedno malo sram, probam ne iti v konflikt, ampak kar sem hotel reči, recimo meni je super, če kliče, sploh če kliče en družinski zdravnik za posvet, preden pošle v naš kaos in našo gužvo. Ker sem imel tudi slabe, recimo ena od mojih zadnjih dežurstev, preden sem šel v samo to reči pokoj. To bo še par podcast epizod. Preden sem šel na študijski dopust pred specialističnim izpitom, dobim napotnico in piše, gospod ima izpuščaj po rokah in dlaneh in stopalih. Otrok je pred kratkim preboleval ta hand-foot-mouth disease. Dobesedno v imenu je bolezen rok in ust. In jaz gledam kaj je to nek človek z levkemijo in gledam, ni mi bilo jasen. In pridem do njega, tip sedi, že toliko star, kot jaz, tam čisto dolgočasen. Jaz probam nenapadalno, tako zakaj ste pa vi tukaj, na urgenci? In on prav, lejte, ne vem, jaz sem pač, imam te izpuščaje, pa jaz še gledam, pa to je vel lih vaš otrok, s katerim ste vi v stiku. Ja, je imel, najbrž sem se nalezil, meni zmeri manj jasen, veš. Pa mu rečem, ampak zakaj ste pa prišel v terciar, pa prav, pa veste, jaz sem eno zdravnico, ki v bistvu napišem, kaj je narobe, pa mi samo da napotnico. In mi je bilo tako, mislim, meni je vseen, jaz sem v službi, on je pa se pel tja, čakal najbrž totalno za brez veze, nalezil se je ene viroze od otroka, ki bo zginila čez 2 dni. In tukaj se mi zdi pa, da je nek leftover, in to sem hotel vprašati, tudi COVID časov, ko je bilo ne hoditi, napišite mi, sliko mi pošljite. Ja. In to se mi zdi, da se kar mal preveč zdaj vleče in se je mal preveč sprejemljivo ratal, da se vse preko maila reši. Ja, to se jaz strinjam, zaradi tega pač v večini ambulant je tako, da če ti napišeš, maile smo ukinili, ker niso varni. Večina zdravstvenih domov uporablja zdaj neke aplikacije ali do zdravnika ali gospodar zdravja. Ja, ne. Ampak ki so varne, ti moraš vtipkati not toliko osebnih podatkov, da smo mi prepričani, da si res ti, pa komunikacija je varna, noben ne more vdreti v te osebne podatke. To je ta prva stvar, maili so pa si. Tako da oni nam v bistvu prek teh aplikacij napišejo. In mi imamo tudi v večini ustanov povratnico, da vkolikor gre za zdravstveno stanje, da moraš poklicati, da se ocena, saj treba naročiti. Prek aplikacij radi sprejemamo naročila za redno terapijo, za recepte, za kontrolne napotence ali pa za posredovanje dokumentacije, recimo, da nam pošljajo slike, skene iz videov, na katerih piše, rabite še to in to, česar by the way ful ne maramo. A nekaj napotni specialist sam napiše, to so se prej.
Recimo jaz ocenim, da bi dobro bilo, da on naredi ultrazvok. Ja, Ne dam mu napotence, ampak ja. napišem, Ampak prosim, to oni doktor pol Ano, da izda tudi napotnico. enostavno, a ne, oni nam ta izvid poslikajo, pošljejo, imam jaz pa v bistvu tam izvid specialista in samo pač izdam. Ta In administrativen del čist razumem. Ja, ta administrativen del je v redu, sicer se ga hočemo znebiti, ampak smo ga si malo lajšali s temi aplikacijami. Zdaj, da bi pa ti klicu, da jaz imam pa težave, pa imam tok in tok, pa eni res napišejo cel roman, tako da napišejo več sporočil, kaj jim znakov zmanjka, veš, tako, zato pa te aplikacije niso. Tudi zaradi tega imamo omejeno število znakov, da ti lahko napišeš bistvo. So take pol, če imamo le čas, pokličemo, da se zmenimo, ali gre sam za eno virozo, pa da lahko pride naslednji teden, če bo še vedno trajal, recimo, ker zdaj lahko odpiramo bolniške tudi brez pregleda. To je ostanki iz COVID časov. Ker če je neka brezvezna viroza, da ne zgubljaš enega termina zaradi nje. Ker prej nisi smel brez pregleda dati bolniške. To je meni najljubša posledica. Ful je dober, ko ti v bistvu po telefonu ga izprašaš, daš mu navodila, če bo slabš, se mora priti pokazati. Če viroza traja več kot 5 dni, se isto mora priti pokazati. Take varovalke imamo. Jaz sem mogel iti pa kazati, tam se nekdo, kar si rekla, in čakati, zdaj napišem dobesedno, imam to pa to, v službi sem naredil že, sem dol kri, sem si pobrisal, ni COVID. To ste pa dohtarji, to je pa tako, no, imamo mi v večini zdravstva. In smo slabi pacienti. Tudi sestre in ostali zdravstveni delavci, pa za čuda učitelji. A res? Ja. Kako pa to? Ne znam tega dobro razložiti, ampak so taki natančni in oni... Te ocenjujejo ves čas. Ne, sami vas se malo zakomplicirajo. Imam ta znak, imam un znak, imam tretji znak, napiše, ne pravim, da so vsi učitelji taki. Ampak je en to tak verjeten stereotip, no, ampak je verjeten od nekje prišel. Ne vem, če je še vedno tak. Veš, ker jaz sem pa recimo bolj bil na kakšne, da bova ful ljudi razjezila. Jaz sem pa bolj te kakšne strogo elektrotehnične strojne vede, ker sem imel ene 4 bolnike že, ker oni pričakujejo, veš, kako deluje, ne vem, neka strojna mašina, je pač nek tlak in nekaj se zgodi in če tle priviješ za pol, bo tle šlo za pol naprej in če boš za pol znižal, bo tle ta feder se manj. In pol recimo, ko mu rečeš 10 dni antibiotika in po 3 dneh še ni 30%, 33,3% boljš, njega zaskrbi, a ne, ker zakaj? To bi mogli biti že za 1/3 boljš in pa bo za polovico boljš. In mu moš razložiti, da človek na ta način ne deluje, da lahko antibiotik prime takoj, pa pol pade efekt, lahko da bo efekt čez 4 dni in da nismo kot stroj dobesedno. Sej to je pol dober način v bistvu, je tudi prek teh aplikacij, če nam oni napišejo, recimo, nisem še dober, pač raj vidimo, da pokličajo, ampak pa jih mi pokličemo nazaj, sprašamo se, pogovorimo, ne vem, če nekomu daš nek antibiotik, ki ga mora jemati samo 3 dni, ampak je recimo dober maščobotopen, pa ima daljše delovanje kot samo 3 dni, mu pač to razložiš. Vse ljudje, če jim razložiš na tako, da ne rečeš besede s temi, ampak poveš z nekimi normalnimi besedami, pol razumejo in pol je tudi njim lažje in bojo oni tudi lažje prenesli še te ostale dni bolezni. Zdaj, kakor si mi predstavlja tvoje delo, se mi zdi, da pri vas je pol najbrž dovolj kadra. Da imaš čas se tudi pogovoriti, klicati nazaj, pogledati vse papirje od včeraj. Sem pa tudi rekla, da je danes ambulanta zaprta, ne? Ja, in imam tudi dni, ki moram podaljšati svoje delo, imam tudi dni, ki nisem zadovoljna čist sama s sabo, ampak včasih pač ne moreš drugače, ne, sej je povsod tako, sej ni samo v medicini tako, kjerkoli delaš, pač nimaš idealnih dni. Ne, to zagotovo, ampak mi smo kar v redu pokriti. Ja, ker nekateri imajo kar krizne zdaj, to kot si ta Tolmin recimo omenila, ali pa ne. V Kranju je dober, a ne, pač smo eni večjih, a ne, večji kolektivi tudi lažje nadomeščajo izpade. Sploh kakšne krajše, problem imamo, če se kdo upokoji, problem imamo, a ne, ker rabiš pol takoj novega zdravnika, če je kakšen drug odhod, daljše bolniške, porodniške, urgenca je načeloma samozadostna, ampak jih mi tak specializanti moramo dežurati zaradi programa specializacije, ene par specialistov družinske tudi dela še zraven v dežurni, ali pa so delno zaposleni, pri nas delno pri njih, mislim, se smo vsi ista hiša, ampak tako,
Tega pač vsak zdravstven dom nima, pa je škoda. Ker... In tudi zato, ker pol te neke totalne bizarke vidiš na televiziji, ki se mi zdi, da ne spadajo v razvito državo, da čakajo ljudje v vrsti, da se bojo prijavili. Takrat enkrat zjutraj je bilo za zdravnika, ki se eno novo odpre, pa da so ljudje brez to je specifičen problem Ljubljane. Na periferiji tega ni toliko hudo, pač ti si Ljubljančan, sorry, you're no luck. Ampak mi imamo pa tako kar poštimano. V Kranju je dobra dostopnost, tudi zdaj imamo za eno ambulanto, ki smo jo zaprli, odprto ambulanto za neopredeljene. Pač samo ena zdravnica je šla, pa jo imamo. In tudi zdaj naslednji mesec se neka bolniška zaključuje in bomo nazaj odprli to ambulanto, s tem, da jo bo nadomeščal en specializant. Moj kolega, pa ko bo ena druga zdravnica se upokojila, pa spet nameravamo odpreti ambulanto za neopredeljene, pač za vse, ki so njeni. Drugače pa na Gorenjskem imamo izjemno malo neopredeljenih. Ja. Smo tako še nekak. Ni idealno povsodno, ampak Kranj je kar v redu. Cool. Kaj me zanima? Ti si tudi v sklopu specializacije krožila na infekcijski kliniki. Kako ti je bilo? Zunanji trezen pogled na naše hodnike. V redu. Jaz konkretno sicer sem bila samo v urgentni ambulanti. Nas je bilo najbolj kritičen del naše ustanove. Zdaj tako moraš vedeti, urgenca ni vse, kar delamo družinci. Meni bi bilo fajn biti tudi v borelijski ambulanti. Meni bi bilo fajn videti, kire ambulante vi sploh imate, zato da jaz imam tudi 2000 ljudi, oni imajo različne bolezni, nimajo vsi samo borelije ali pa nujnega stanja. Da jaz vem, kire možnosti imam, kam lahko človeka sploh napotim. Ko sem krožila po drugih ustanovah, sem se potrudila, da sem tudi v različne specialistične ambulante šla, ne samo urgentne, zato da pač vem, kje se kako dela, da tudi jaz vam organizacijsko vem, ko so te ambulante pokrite, da vem, a je smiselno recimo pacienta s tako težavo poslati v uno ustanovo v to ambulanto, pa kdaj, pa koliko hiter, pa kakšne preiskave lahko že on prinese sabo, da mu pohitrim, a to ni smiselno zaradi tega, ker ne vem, so eni drugi dejavniki. In tega mi je mogoče na infekcijski malo manjkalo, drugače mi je bilo pa v redu na urgenci. Tako pač bil si dejansko koristen, zato, ampak si bil pa zreduciran na vlogo študenta, pač jemleš anamnezo pa status. Jaz sem pol bila že malo brihtna, ker sem bila bolj pred koncu specializacije že, pa jaz sem bolj tak človek, da ne znam biti tih. In sem pol že sama tako bila, kdaj, pa se to bi jaz lahko sama porihtala. Na marsikjerga od teh, ki ga vi dobite v nujno ambulanto, bi jaz lahko na urgenci ali pa v družinski sama porihtala, razen če je vikend ali pa po noč. Mislim, meni se zdi, da je v eni moji dežurstvu na urgenci naši 20% urgentnih pregledov, ostalo pa odraz tega, da ljudje nimajo svojega zdravnika, da ne pridejo do svojega zdravnika, ali pa da on pač narobe ocen v primeru tega fanta, ki se je samo narezal od otroka. Tako da absolutno bi pač lahko zaposlili enega družinca. Tudi mi. Mogoče specifičen ljubljanski problem, da pač zaradi tega modela plačevanja, ki mi imamo drugačen model plačevanja. Odgovornosti najbrž, ne? Na primarju imamo mi, tudi odgovornosti, pač imaš tudi ljudje, ki napotujejo, pač zdravniki so osebe, ki jih je strah za svoje paciente. On na dan ima 50 obravnav, od tega enega ali pa 2 nujno pošle naprej max. Imaš tudi 2 tedna obdobje, ki nobenega nujno ne pošleš. Odvisno od zdravnika sicer. Odvisno od zdravnika, mi že ene napotence že vemo imena. On zdela, polno bo, recimo. Dobro, se v mrski bi tudi rekel, kako smo mi iz Kranja grozni, ampak imamo mi tudi recimo ful veliko populacije. Ampak tako, imaš pa tudi zaradi tega modela plačila, ki je odvisen v resnici od tega, koliko imaš ljudi registriranih, ne pa to kot storitev, ki jih narediš, imajo v nekaterih centrih registriran zelo veliko ljudi, zdravnikov pa zelo malo. In v bistvu oni delajo s pomočjo umetne inteligence, pa tako ni to. In oni lahko na ta način zelo veliko glavarine imajo pod sabo in pol namesto, da bi človeka pogledali, mu napišejo ustrezno napotenco. Mi se trudimo
biti družinci lih v drugo smer, da bi imel en zdravnik manjšo glavarino, to se pravi manj ljudi, pa bi lahko pač boljš naredil, da bi lahko sam delal male kirurške posege, da bi lahko sam vodil internistiko, dokler bi se dal, ampak zato tudi moraš imeti čas. Ško to bolnikom pomeni, da se lahko sedejo, pa povejo, pa si ti za njega vzameš čas, pa priviješ ono rano, pa vse. Ja, pa ne samo to, že to ne vem. Ljudje so se kar navadili, recimo, da družinci ne delamo več kirurških posegov. Tako, sorry, no, ampak noht dol potegant res ni neka znanost. Pa, ali pa odpreti kakšen absces, pa ja, absolutno. Ampak tako, ljudje kar grejo, pa kar rečejo, ja, dajte mi na potenco za kirurga, na urgenci. To je pa drug problem, eni pa zahtevajo, ne. Eni mislijo, da so družinski zdravniki kot trgovina. Pa ja, prideš, servis in dva receptor na potenco, pa kavo z mlekom. Pa 20 dek salame. To pa ti dobiš, to pa zdaj ne zameni. Tukaj ne me probat zavest. Jaz sem se hotel s tabo pogovarjati, danes tudi malo športu, pa o zdravem življenju. Pa se zatavala. Ampak me toliko teh družinskih zadev zanima. To je najbolj aktualna tema že, ne vem, 4-5 let se mi zdi. Tako da me zdaj zanima to. Tebe to zihar sprašujejo, ne? Zdravo življenje. Jaz sem skozi, to tudi nas navda, jaz sem skozi prehlajen, jaz sem, ne vem, mene skozi bolijo noge, lahko je borelija, seveda to nam vedno omenja. Ja, vem, vse, veš, večino preiskav na borelijo mi naredimo, ne vi. Pa večinoma brez indikacije, kar je problem. Ker te protitelesa tam pridejo nazaj pozitivno in tiste številke so seveda preniske, da bi to bila borelioza, bolnik pa s tistim prijajo k nam. Ja, jaz priznam, da sem kar zelo, ne maram te preiskave, no, ampak jaz, če nisem zihar, naredim e-posvet. Pa mi pol infektolog napiše, ja, to je čist brez veze. Malo bolj taki v medicinskem besednjaku. Pa jaz pol lepo pokažem pacientu, črno na belem, volejte, specialist je ocenil. Jaz tudi pač s tem, ko sva se pogledala, vzela anamnezo, vzela druge preiskave, mislim, da je nekaj drugega, ali bova iskala naprej, ali bova tole tako rešvala, pač dam predlog. Ampak pač ti s svojim stanjem za tem stojiš, se ti si strokovan. Ampak lej, če pa tudi pacient je prte, pa da ima neke neopredeljene težave, pa da bi lahko v teoriji tudi bila borelioza, mu pa pač tisto preiskavo. Ja, pa imamo mi ambulanto za to, kamor lahko prije in se pokaže in bo pogledan. Sam ne na urgenci. Veš, da še nisem poslala v to ambulanto, po moje nobenega. Ja. Super, zate in za bolnika, razen če je imel. Ja, no, zdaj sem tako, ja bi mogla. Tragika borelioze, čistko za res intermezzo, je to, da imaš ti en mali procent gre v neko pozno bolezen in mali procent te pozne bolezni se lahko kaže z najbolj generičnimi simptomi, ki jih ima vsak človek, ki živi danes, ne vem, utrujenost, nespečnost, bolečine v mišicah, take stvari, ki jih imam jaz 16krat na teden in pač ljudje to preberejo in jih zaskrbi. In se lej, kdaj je lahko preiskava. Bolj zjutraj, bolj po športni aktivnosti. Sem te triggeril takoj. Sem padla. No, ja, evo, no, in zdaj, če te vprašam, kaj je zdravo življenje? Kako bi to odgovorila? Zdravo življenje je nekaj, kar delaš zase, pač kako način življenja, ki je zdrav, je tak, da se ti dobro počutiš biopsihosocialno. Ampak jaz se dobro počutim, če jem hamburgerje. Jelej. Pa pico. Ta flak, mislim tako. Ne, pač, da se ti dobro počutiš, ampak to, da se ti dobro počutiš, ne vem, pri meni, gre to tudi skrb za prihodnost. Če bom jaz zdaj se dobro počutila, ker se bom s padalom vrgla, pa mi bo full thrill, ne, odpred padala, se bom jutri še tako dobro počutila. To je tudi del te moje skrbi za to, da se jaz dobro počutim. A se bom jaz dobro počutila, če bom nehala hoditi v fitness, pa me bo nazaj začel boleti pod levo lopatico, tako kot me je celo otroštvo. Ne bom se dobro počutila, grem v fitness. A se bom dobro počutila, če bom šla teč, zdaj, ko me boli kolen, ne bom, to se pravi, ne tečem, bom šla raj plavat, pa kuk ne maram plavat. Velikrat je ta projekcija naprej, ne? Ker tudi recimo, če grem na hojo v hribe, jaz sem preden sem imela tam malo, sem oboževal hiking, ne? In moram reči, da skoraj nikoli mi ni bil zabaven del dejanska hoja v hribe, ne? Zabaven del mi je bil nek postanek z razgledom, zabaven del mi je bil, ko priješ gor, pa imaš dober občutek v utrujenih mišicah, pa joto, pa ne vem, take stvari. Tisto plezanje vmes, če si res pač s nekim tempom, velika tudi ne paše. Ne? In isto, ne vem,
Ti si tudi pretekla Ironman maraton? Ne, jaz sem v bistvu odplavala, odkolesarila in odtekla polovico Ironmana, half marathon. A se reče Iron Woman? Ne vem, ampak dogodek je Ironman 70.3. in To je lahko sicer R v krogcu. Aha, to se lahko prijaviš za polovični Ironman. Ja, to je kakor po half Iron distance je to, pač pa imaš sprint distance, pa full Iron distance, pač različne te imaš. Pol nimaš tatuje, tako kot imajo vsi, ki so Iron. Ne, moj mož ima tatu. Aha, on je Jaz bi Ironman. si lahko polovičko tetovirala, on je naredil in polovičko in celega, ampak on za razliko od mene zna plavati. To pomaga, Kar je ja. tako, ja, Če moraš 40 km. Ja. On za razliko od mene, ki sem triatlonc, je plavalc in če bi vprašal kjerkoli plavalca, triatlonci znajo plavati. Ne samo, da je odgovor ne, odgovor je tako un smeh histeričen. Ne. Ja, kaj Tako sploh pač sprašuješ? Ja, pač triatlonci ne znajo plavati. Ja, ampak kar je mene tako zelo pretreslo na nek način, je, da si ti to naredila, če jaz provem, potem, ko si rodila in imela zelo malega otroka doma. Koliko je bila stara tvoja 1 leto. Mina, ki ima isto ime kot moja Mina? Ja, Krasen okus imaš. hvala. ja. Mož je kriv, mož ima dober okus. Aha, 1 leto stara 1 leto. in si šla na Ironman polčko. Na kako to? polovičko. Ja, v bistvu Kaj si tekla do spalnice vsako noč, ko se je zbudil? ne, šla sem po stopnicah, ne, ampak šalo na stran. Meni je bilo težko med porodniško. O tem se mogoče premalo govori, pa nisem imela poporodne depresije, o čemer se sploh premalo govori, ampak meni je bilo res težko biti doma. Moj mož recimo uživa v tem, on je stay at home dad trenutno, to je njegov. On bi bil ful dober tvoj sogovornik, tako o lifestylu. On uživa v tem, pač dela doktorat, skrbi za otroka, puca bajto, the best mu je, ful ima hobijo, uči se japonsk, športa, vse dela, loce, da bo z otroku naredil peskovnik in čez 2 dni imamo peskovnik, the best. Jaz sem se tudi, naučila sem se kuhati, pospravljala sva, selila sva se. Meni je bilo mučno, jaz sem šla na tečaj iz nemščine, zdaj imam B2 nemščine, tako da Nemčija, here I come. In rabila sem tudi športati, jaz sem že prej ful športala, pa sem pa med nosečnostjo ful kil zgubila, ker sem bruhala, nisem mogla športati, ker mi je bilo skozi slabo. Sem šla ta prva 2 meseca nosečnosti, 5 kil dol, pa mene ni veliko skupaj, jaz ne moram kar tako 5 kil zgubiti. In pa sem hotela dobiti te mišice nazaj in sem hotela kondicijo dobiti nazaj. Sem hotela iti na maraton, preden sem ugotovila, da sem noseča, sem se prijavila, pa sem pol dala prijavo eni kolegici. In to je bil en tak moj način, da si spucam glavo, da poskrbim zase, za svoje telo, za svojo psiho, da grem pač vsak dan na trening. Pol so ratali treningi bolj obsežni, ne, in tudi do 10 ur na teden, ampak sem imela vedno vsak teden vsaj en dan rest day, pa... Čak 10 ur na teden? Na teden, do 10 ur na teden, recimo. Sem trenirala, imela sem tako športe, pač tek, kolo, plavanje, enakomerno razporejene čez teden, dostikrat sem imela pol v nedeljo kombinacijo 2 ali pa vseh 3 športov. Ampak lej ti, da greš, ne vem, za pol ure teč ali pa za 1 uro teč z dojenčkom, greš lahko. Sej dojenčka ima ta 2 osebi. A ne, samo zato, ker sem jaz na porodniški, še ne pomeni, da sem dolžna zdaj biti 24/7 z otrokom. Ne, porodniška je nadomestilo za 8 ur, ker nisem v službi. Ostalih 16 ur si pa s partnerjem razdeljive. In se mi zdi, da je to spet ena stvar, ki nam je v družbi manjka. Koliko žensk poznaš, ki športajo, pa koliko moških poznaš, ki športajo pa temu, ki imajo otroke. Sigurno je razlika. Pa veš, kaj je tudi zanimiv? Koliko ljudi, ampak tako res, koliko količinsko procent ljudi, ki jim recimo jaz rečem, danes sem utrujen, ker sem bil jaz po noč sta malo, ne? Koliko ljudi to pretrese in preseneti? In to ljudi, od katerih ne bi pričakoval, ne vem, neki sodelavci, mame, ženske celo. Ja, Ti si bil po noč, res, kaj pa tvoja žena, veš? Ja. Avto zbil ali neki, a veš, kje je bila? Mislim, spala je, ker je bila moja noč zdaj, ne? In jutri bo njena noč, ampak kar nekako je tako, jaz sem
nekako dve ekstrapolaciji sta takoj, ali je ona nekako preslaba mama, ali sem jaz vrhunski odličen oče, ne, do njega. A veš, valjda, če imam jaz frej večer, grem na pier s frendi, ne, ven, da je moški utrujen, pa tako. Ja, ne, plavat greš pa v fitness, a ne. Ali pa to, no, to je pa druga stvar. Ampak to, kar si rekla, ja, da so mogoče ta pričakovanja, kdaj totalno ne lahko fair, so tudi ne. škodljive. Ja, Pač jaz, ja. če bi bila s partnerjem, ki bi to pričakoval od mene, da sem doma z otrokom, jaz bi bila nesrečna. Mislim, se zato valjda imam partnerja, s katerim imamo skupne cilje, oziroma da se najne prioritete v življenju toliko imajo, da imamo oba dobro življenje. Ampak to mi je bilo ful dobro, to me je sebi spravili. In tudi pol, ko sem šla pač na ta, to je res huge event, Ja, ta Ironman je itak, to je neka ameriška, pač to ime, Ironman je firma, ki ga v bistvu izvajalci dogodka morajo odkupati in je vse drago je, da se prijaviš, no. Ampak je tako, event je res dobro zorganiziran, za doživetje, ti si tam, s tabo je še 2000 drugih ljudi, ki so isto pritegnjeni, ki ti vržeš se v neopreno mrzlo vodo, grozen ti je, vsi se matrajo, noben okoli tebe ne zna plavati, zato ker so vsi triatlonci. Z izjemo unih 3 prvih, ki mogoče celo nesejo komolc, tako čez, ki ga baje moraš, pa jaz tega ne vem. Pa greš pa na kolo, se malo spočiješ, pa pač pretečeš v cilj in ti sploh ni več težko teči, ker si tako že čisto v enem svojem svetu in je res nekaj za doživeti. In jaz sem bila ful ponosna na se takrat in tudi to, pač lažje je trenirati, ko imaš en cilj v glavi. In mene je mož takrat tako malo prisilil, da se prijavim in sem mu pač hvaležna še zdaj. In tudi za maraton, ko sem šla pa letos, sva se tudi kakor malo skupaj odločila, da bova šla, pa sem isto pač ponosna, vesela, malo sem tudi jezna na se, ker sem se pač poškodovala pred tekmo in pol pač ta moja gorenjska, ne, nisem hotela se odjaviti, pa trma, da sem hotela še vseeno preteči in hotela preteči z dobrim časom, sem še vseeno šla, ampak zdaj pač bom nekako drugače poskrbela za ta kolin, pač z več cross treninga, kar je bila pač moja napaka, da sem zdaj samo tekla, z več fitnessa, plavanja, kolesa, kar mi je tudi v bistvu ljubše, ta raznolikost športa. Mal bi se še navezal na to tvojo misel o porodniški, ker sem imel jaz tako dosti podobne občutke in mogoče so celo pogostejši kot mislimo, zato, ker si rekel, da se ne govori o tem, ampak kar se meni zdi je, da ko prije to malo bitje, ki je toliko nebogljeno, da te rab praktično vsako uro v dnevu, še takrat, ko spi, se ne sme obrniti na trebuh, ker se lahko zaduši, mislim, tako res so hopeless so. Ja, okay. Ampak takrat nekako ti kar malo lahko zgubiš nek občutek sebe. Ne? Ja, postaneš starš. Ja, kaj bi ti rad, pa kaj imaš ti zase ideje? Mogoče ženska še bolj, ne? Jaz sem pač hodil v službo in sem imel pol vsem tistih 8 ur na dan, neko stimulativno okolje, ampak enostavno moraš najti način, da imaš tudi sebe in part. Ne? Tudi, recimo, jaz sem imela te pogovore, a bova pač kdaj bova spet lahko šla ven na večerjo kot midva in se pogovarjala ne o otrocih in se mi zdi, da mislim, zelo impresivno je, da si toliko trenirala, da si lahko šla na ta maraton, ampak to je pač recimo tvoj proces, ne? Nekdo drug bo pa ful vesel, če bo lahko bral nek krimiče, ki jih rad bere 2 uri na dan, 10 ur na teden, kot si rekla, ne vem, jaz sem pisal, ne, tako se pravi, da si rečeš, to je pa zdaj moja, ne? To ni vezano na otroka, ki ga obožujem in vsemu bom dal, kar lahko, samo jaz sem tudi jaz in moram imeti tudi življenje zraven. Ja, pa saj ti ne moreš biti dober starš, če si nesrečen. Če bi jaz si predstavljala biti v eni te tradicionalni ženski vlogi, jaz bi bila nesrečna, jaz bi bila zafrustrirana mama, jaz ne bi mogla dobro vzgajati svojega otroka, skrbeti za njega. Tok pa pač jaz hodim tudi po noč v službo, grem tudi dežurat, ker mogoče ostale kolegice ne grejo, pa lej, vse lepo in prav, jaz pa grem, pa vem, da je pač Mina doma z možem, pa da se ima ta fino, pa da jo on da spat, pa mi pol napiše 2 meseca za v službo, pa če sem že jedla, pa tako, pa je čist ok, pa imava zaradi tega, ker sem jaz pač tam na nedeljo ali pa po noč pač v njih par evrov več, da greva pa pol, ker pa nimava en večer otroka lahko meka. S temi parimi evri. Ja, ne, ampak tako... Ja, veš, ampak to nočno delo in to je tudi ena zanimiva stvar. To je lepa misel, ne, da
da si težko dober starš, če si nesrečen. Sicer zagotovo pač imaš situacijo v življenju, ko ti drugega ne preostane, imaš vojne in pustimo to, ampak se pa strinjam, recimo, ker mi veliko ljudi reče, joj, ne vem, zdaj boš zdravnik in koliko boš mal z otrokom, boš po noč, boš praznike, to je ubogi otroka, ne, ampak a veš, če jaz pridem iz nočne ali pa iz dežurstva nekako izpopolnjen, ker delam stvar, ki me zanima, pa me veseli, pa sem enega rešil, pa sem se nekaj novega naučil. A veš, sem lahko z njim manj mogoče, kot če bi prišel iz 6 ur za tekočim trakom ali nekaj. A veš, ampak bom prišel vesel, srečen in se tudi drugače obnašal do otroka. Čeprav tudi glede tega je, dobro, jaz sem razvajena, ker sem pač tako, kot sva se že prej pogovarjala, iz dosti v redu urejenega zdravstvenega doma, ampak jaz sem ponočni frej, jaz grem dam spat. Mene pustita spat in za kosilo se zbudim in pol jemo skupaj kosilo in imamo lep dan. Jaz imam pol na račun tega lahko frej dneve. Ko sem za vikend v dežurni, imam pa lahko frej dan. Ja, lej, to ste si sami krivi. Tako, honestly, mislim, to zdaj grdo zveni, ampak v zdravstvenih domovih, kjer se dela preveč, pa v bolnicah, kjer se dela preveč, ste si sami krivi. Ne delati. Po zakonodaji greš lahko pač domov. Morali bi biti delo drugače organizirano. Tu rabimo zjutraj 1 urno raporta v bolnici, ja ali ne, to se vi sami odločite. Jaz začnem delati v 6:30, furam ambulanto do 1:30 in pol grem lahko še na hišenega in grem pač po 7 urah ambulante lahko domov. Škaj, velikrat se mi zdi, da v tej situaciji, ki je pač grozljiva, to kot si rekla, ne, in najslabše, ker nisi ti kriv, da je premalo ljudi in nisi ti kriv, da... Razumem, ampak tudi tu, ker ljudje ostajajo po nočni v službi, zato ker mislijo, da morajo... Ti bi lahko stožil, lahko bi, ne, se jaz to vem, ampak, a veš... Ne, ampak ni prav, mi bi mogli prilagoditi procese, da bi pač tekali na drugačen način, da pač, če tebe ni treba, da si nekje, si lahko nekje drugje, pa delaš nekaj drugega. Jaz sem ful produktivna v teh urah, ki jih delam, ampak pač znotraj ene ambulante si ti pač to delo lahko dobro organiziraš. V bolnici pa to toliko težje, pa razumem, ampak je... Problem je, da se tle, a veš, neki je ljudje, ki delajo, neki so pa ljudje, ki odločajo o teh procesih, kdo bo kje, koliko bo bolnic v Ljubljani, koliko bo ljudi zaposlili. In problem je v tem, da ti recimo lahko grem domov zjutraj, pa bom pa jaz jutro v službi, pa bo en drug dežuren, in če bojo, imamo 5 dežurnih na kliniki, 2 v intenzivi, pa še 3 navadne zdravnike, ne? In če vsakih dan 5 ljudi zmanjka, bo pa jaz dopoldne, a veš, ful hvaležen, če bo on rekel, jaz bom teh svojih 5 sob še pogledal do 11, pa pol grem, s tem, da jaz vedno, ko mi kdo reče, ne vem, a boš ti lahko to, ker jaz sem bolan ali pa po dežurstvu, vedno res hočem to narediti, ker bi rad isti odziv dobil, ko bom jaz rabil, ne? Ampak nekako en drugega rešuješ in probaš ne škoditi bolnikom, najhujše pa, da pač tisti, ki bi to lahko spremenili, ponavadi ne samo na to naredijo, ampak še pluvajo po zdravnikih v medijih, borijo se proti našim, a veš, poskusom izboljšanja, zadnji drek si kdaj za njih. Ti pa pač ne greš domov po dežurstvu, ker bo tvoj kolega imel 2-krat več dela, ker je tam en bolnik, ker nisi zihar, kam je, ker te skrbi. Tako da to so hude stiske. No. In pol lih to, kot si že večkrat omenila, dober kolektiv te nekako drži gore. Ne. Da se, kadar je možno, lahko vzame dopust, lahko gre domov po dežurstvu, lahko spočije, doma imam jaz isti protokol, kot si rekla ti, jaz grem pač spat po dežurstvu, tudi če sam za 2 uri, ali pa za 6, pa se pol družimo zvečer. Ker to se mi zdi, veš, da ti priješ domov, pa si tako, zdaj ne grem spat, ker moram biti z družino. Ne, pač družini tak nisi koristen. Ja, se to, mislim, da ta počitek tvoj je naložba v tvoje zdravje, tako kot ko greš v fitness, sem hodil v fitness v srednji šoli, da bom imel six-pack za punce. Zdaj grem pa zato, ker hočem svojo hčerko nositi po štengah brez težav, pa v hrib, pa jo vršti v zrak, a veš, pa se loviti, pa imeti neko bazalno raven zdravja. Kar se tiče maratona, jaz nikoli nisem tekel, ne maram teka, ampak mislim, tečem skoraj skozi za ogrevanje, ampak plavanje imam ful rad, plaval sem veliko v življenju, znam tako mout dvigant, kot si rekla, v zrak. V neopren še v življenju nisem probal se slačati. To je izkušnja.
No, če je tebi izkušnja, ki si toliko manjša od mene, bo meni še... Jaz sem imel tudi majhne neoprene, veš. No, ja, mislim, imajo tudi velike, to me bolj skrbi. Ja, imajo. No, to hočem reči, ja, da Ampak najdeš je izkušnja v vsakem primeru, no, tudi tebi. In da najdeš svoj ritem in to, kar ti pač najbolj pomeni za športno in zdravo življenje. Ne? Ja, pa sej in ni... greš spat, ko si utrujen. Ja, to, kar sva se pogovarjali, ni sam šport, spanje je tudi tako cel odnos do življenja, koliko si pustiš stresa, ne? Koliko si pustiš časa za spanje, za hrano, kaj boš jedel, kdaj boš jedel, medosebni odnosi. Pač ni zdravo življenje samo to, da greš v fitness ali pa plavati. Ja, in te odnosi vključujejo tudi določene kompromise. Ne? Recimo, če tvoj mož ne bi delal od doma, bi najbrž tudi drugače bo s tvojo službo. On ne dela. On je doma. Ja, on je prost. Aha, no, to nisem razumel. Ja, sicer zraven še dela doktorat. Ja, no, okay. Ampak pač on je doma in pol je to, mislim, nama to krasen funkcionira. Ja, mi damo ful redo, on meni priprav malco, jaz samo vzamem uno napakirano plastično posodico ali pa steklino, pa odnesem v službo, pa tam pojem. A tudi lika? Ne. Likava, ne. Jaz sem imel tako dober dad joke, da je Iron Man, a veš, si mi ga pokvarila. Joj, pripravil sem se doma na to šalo. Damn it, vid. Ja, no, ne, on je tako res, pa to ga veseli. Pač mi dva sva kot par ful dobro funkcionirava in pač pol si predstavljaš za eno plačo, je tako malo. Ja, kompromisi so nekje. Ja, kompromisi so, ne, jaz pač... Če je več časa, je pač manj denarja. Težko ne dežuram, ampak gre, no, mava dost, ta mala se ima ful dober, pač to, ko ima ona lepo otroštvo. To je tako nekaj najlepšega, se mi zdi. Ja, sej je kakšen dan, ko mi pošle v službo message, ko mi čakam, da prideš domov, da se zamenjava. Vsi imamo te message v obe smeri, se mi zdi. Ja, imamo. Nemogoča je. Ja, samo tako krigava se že pol ure, noče pospraviti pribora, kva naj naredim. Ja, tako. Noče v kopalnico, daj 30 cm visoka, no, nesijo, ne vem, kaj bo naredila, da te otožila. Tako, včasih je te starševski message, to bi mogel shranjevati. Ja, res so dobri. Kompilacijo tega narediti. Ja, ampak lej, ni samo šport, ja, recimo, kar sem hotel še vprašati, stres. To najbrž imate tudi v družinski ambulanti veliko vprašanj. Ja. Jaz kdaj vprašam koga, ki mi pride s čist drugimi težavami, da sem navezal stres iz otrok, tako miselni proces. Smooth. Ja, vprašam, a ste v redu tako, sicer, ne? Kad ti kdo reče, ne vem, zdaj imam eno angino na mesec, že pol leta. Ok, a se je kaj zgodil? Ne? Ti imaš dokaze, pač znanstvene, o imunosti, vpliv psihološkega stresa na nativno imunost in to, ne? In na virusne okužbe dovzetnost. Tako da, tukaj najbrž tudi svetujete. Ja, tudi jaz sem tako včasih, ko vidim, da kdo pogosto pride, jih vprašam, kako so. Ali pa recimo, ko svojc pride za nekoga, pa reče, joj, pa je, ne vem, ta zdaj obležal, pa rabimo negovalno poslo, pa plenice, pa ti jim vse to koordiniraš, pa pomagaš, razlagaš izvide, usklajuješ, kdo bo skrbel in pol vedno, in to tudi recimo te komunikaciji, ki se jo tudi učimo družinci, pa pri ostalih delavnicah, vedno moraš vprašati tega glavnega oskrbovalca, kako je. Ja, verjamem. In pol se ti, ko samo vprašaš, ampak, ne vem, gospa, skrbite zdaj za tega očeta, ampak kako ste pa vi? In se ti zjoka. Nje, a veš, vsi samo rečejo, kako ta joja je bolana. A si ga previla, noben pa njo ne vpraša, ona hodi v službo, ona zraven skrbi, ponavadi, sploh v Sloveniji, no, so to ženske, ki skrbujejo svoje očete, svoje taste, možove. Včasih tudi otroke, ampak večinoma so to ženske, ki imajo svojo službo, ki imajo svoje otroke, ki imajo svoje možove, ki imamo še vedno to kulturo, kar so se prej pogovarjala, da je ženska ona, ki drži 3 vogale hiše po konc, pa dobi še tega 1, 2, 3, 4 nepokretne starše ali pa taščo, za kire mora zraven skrbeti in pač tem ženskam in pač saj tudi moškim, njim je tudi težko, za njih moramo tudi poskrbeti. In veš, to vprašanje. Dostkrat pol dobijo težave z želodcem, so pogosto bolni. Kako je to vprašanje tvoje važno? Ker lih to, ko si rekla, veš, kaj je problem, se mi zdi pri tem, da
se te ljudje kdaj mislijo, da je nespodobno se pritožiti. Ja, če bo zato, rekla- ker je drug kao bolj bolan. Ja, in ker je to oseba, ki jo ima rada, torej zdaj, če jaz rečem, očeta mi je, pač jaz skrbim za očeta in mi je grozen, zmeri bolj sem slabe volje, nimam več časa zase, kadaj izpade, kaj s tabo, a veš, to je tvoj oče, kakšen si ti No, pa se človek. podoben pri starših, a veš, ja, kot je naporno tako. z otrokom, isto Rajš ne bom rečeš, rekel, mi je težko, danes kaj mi pa je pa res odgovor težko. okolice, lej, koliko je lep, lej, koliko si ti lahko pri srečen. starših Ne? isto, moraš biti hvaležen, Ja, on je, saj. ko si bil ti majhen, je on teplenico menil, Ja, da no boš pa to, ti ja, na ja, ta ja. način. Ampak ni to, pač ti tudi moraš, isto kot starš moraš skrbeti zase, tudi ko skrbiš za nekoga drugega, ali pa ko se ti nekaj Seveda. drugega stresnega v življenju dogaja, pač moraš Pa poskrbeti normalno, ti zase. imaš najbolj rad na svetu svojega detka, ne bo ti užitek pač ga previjati cele dneve, namesto da Ja. imaš svoje življenje. Ja. Veš, to je Ja, najbolj ja. normalna stvar. In to, da pač tako vprašanje daš, se mi zdi nujno in dobro, ampak In bi bilo pol- še boljš neko normalizacijo tega, da človek tudi sam pride pa reče, meni je grozen težko. Saj eni pridejo. Ja, sej. Takih smo zelo veseli v bistvu. In jih tudi znamo usmerjati, usmerimo jih na te občinske službe, na CSD, na pač karkoli je ustrezno, glede na to, kakšno težavo imajo. Drugače pa ne vem, če to veš, v teh CKZ-jih, centri za krepitev zdravja, ki jih imamo v zdravstvenih domovih, imamo tudi tehnike sproščanja. To sem te hotel vprašati. Ja. Ja, 5 srečanj je, 5 aha. različnih tehnik, O, ali wow. 6, nisem čez zihar super. se predstavil. In je ena od najbolj zasedenih delavnic, kar jih obstaja. Pa več kot 20 jih je, mislim, da pri nas. Pa una od medosebnih odnosih je tudi zelo zasedena, ful je navala. Ljudje se sami lahko prijavijo, lahko Kaj je jih to pa center zdravnik. za krepitev zdravja? To je v bistvu ena pogruntavščina, ful dobra, ki jo ima zdaj že večina zdravstvenih domov, kjer to bomo drugače imeli jutri na modulu in se nisem še nič pripravila, tako da to zdaj izriti vlečem. Ampak kjer so zaposleni večinoma za to izobraženi dietetiki, kineziologi, psihologi, diplomirane medicinske sestre s posebnimi znanji, ki znajo obravnavati kronične bolezni oziroma nek preventiven program. Oni se bolj ukvarjajo s tem, da če, ne vem, zelo so v navezi tudi ponavadi z temi referenčnimi ambulanti, ki jih imamo tudi z referenčnimi ambulantami, ki so del tima družinske medicine, ki izvaja preventivo za nas. To se pravi, začnejo vabiti ljudi, ki so stari 30, pač tam, kjer je to glede na kadre izvedljivo, pa vse, ki imajo že znane kronične bolezni in pol jih na obdobja vabijo, pregledujejo za dejavnike tveganja in pol, če ugotovijo, ta gospa ima osteoporozo, ona bi se mogla več gibati, da bi imela bolj močne kosti, saj zdravniki bo napisal ta pa ta zdravila za osteoporozo, ampak ona se more gibati. In ima pol lahko najprej eno delavnico, kjer se oceni njena gibalna sposobnost, pol se jo pa lahko še napoti v delavnico Gibam se, recimo, ki je tudi daljša delavnica, kjer kineziolog nauči te ponavadi osebe srednjih let ali pa starejše, kako pristopati k treningu, kako je to fitness, kakšne vaje so za njihovo stanje primerne, ker pač neka 80-letna mama z osteoporozo, kljub temu, da je fit pa živahna, ne more delati istih vaj, kot nekdo, ki je 60 let delal, ki je star 60 let, ki je delal fizično naporno delo, se je glih upokojil in je še full fit. Pa bi rad samo se več gibal. Čeprav, če je iz Kranja, me še vedno najbrž naščijo v hribu. Prepričan, ampak to ste vi Ljubljančani. 80-letnica z osteoporozo. Ja, bi te presenetilo, kaj vse zmorejo. Ampak lahko se sami prijavijo ljudje, se pravi tudi na te recimo tehnike sproščanja ali na preko tehnike zdravnika. Sproščanja, recimo, ja, tudi na marsikatero drugo delavnico se lahko sami prijavijo, na marsikatero grejo pa lahko samo ali preko zdravnika ali preko referenčne ambulante. V podobno grejo tudi neke delavnice glede tveganega pitja alkohola, pač kako se to računa, kaj je, pa neke pol skupine, ki bi naj pri tem pomagale, pa imamo skupino za odvajanje od kajenja, za hujšanje je 3-mesečni ali 4-mesečni program, ne me vzeti za besedo. Se pravim, jutri bom ful več vedela. Ampak pol imamo še delavnice za vse, ki imajo kronične bolezni. Recimo, imaš samo eno srečanje možnost, da te naučijo, kako si pomeriti pritisk pravilno, pa tako te glavne dejavnike tveganja, da moraš manj soliti hrano, več se gibati, bla, 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 in to je to. 2 urci si tam, naučiš se osnove, znaš si doma pomeriti pritisk. Kaj pa prehrana? Imaš pa tudi možnost, ja, tudi imaš delavnice v prehrani, ne vem, posebno za sladkorno, imaš posebej za holesterol oziroma, da jih naučijo
v kateri hrani sploh je holesterol, v kateri hrani je več holesterola, vse ful preseneti, da je v putru ful holesterola, ki je tako najbolj logično, to je skoncentriran holesterol. Ali pa če jim rečeš, a je več holesterola v tem zrezku na žaru, low fat ali v pomfriju. Ja, ker v pomfriju je pač ocvrt v olju, maščoba rastlinskega izvora, pač nima holesterola. In tudi pač krompir je, tako da ni pač ni tako da ta puter jih vse ful vrže, kar mene zmer preseneti, ampak je tako zanimivo. Pa imaš tudi, ne vem, isto za sladkorno bolezno, imaš poglobljeno delavnico s 5 srečanji, kjer grejo prav tudi skozi neki farmakodinamike zdravil, pa lahko vprašajo zdravnika, če jih kaj zanima. Imaš pa tudi enkratno delavnico, kjer jih naučijo, da je treba imeti zdravila, kakšni so zapleti, da je treba noge gledati, kako si osnovno pomeriti cukor in to je to. Osnove, ki ne bi jih vsak sladkorni bolnik vedel, a neka pač ne gre vsak sladkorno boleznijo k diabetologu, praviloma jih vodimo mi, pa so pač napoteni, ki jih mi ne moramo več obvladati na ta način. Tako da imamo velike edukacije mi sami in to CKZ prevzame, recimo. Sladkorna bolezen je ena taka stvar, ki smo prej rekli, ki je nenujna stvar, ki ob napačni, neustrezni vodenju lahko človek ima izjemno hude zaplete, ki ljudje sploh ne vejo, ker večinoma se vodijo dobro. In kombinacija vsega tega se mi zdi, da to je zelo važno in se mi zdi, da vi ste nek temelj pa vsega tega. Ker jaz vseeno, kot sem rekel, tudi na urgenci se mene vpraša nekdo, ki pride zaradi, ne vem, okužbe sečil. A je to tudi zato, ker, ne vem, jaz se res probam nehati kaditi, kaj vi mislite, ne, kaj sem tam 5 minut, pa nikoli več v življenju ga ne bom videl, a veš. Ampak je dokazano, da tudi če samo zdravstveni delavec pove pacientu, da je vredno nehati kaditi, da je že, mislim, da 2 ali 3% pač v kohorti pacientov, ki so jo spremljali. Tudi če dobijo kratek nasvet, da se že splača, če se pa usedeš dol, pa se vzameš 10 do 15 minut, je pa tako še nek višji procent. Koliko je pa tle važen, da ob tem, ko to svetuješ, ne smrdiš po čikih? Ali pa da te ne veš čez pol ure zodi zadnji? Zato je ena od teh stvari, veš, kaj sem se prej pogovarjala, ko sem bila študentka, pa sem se videla, kako bom čez 40 let nekje sedela debela in nesrečna v 5 popoldne še vedno v službi. Jaz se trudim imeti tako življenje, ki bi ga prvo šla svojim pacientom. Tako, sej tako, kot sem prej rekla, grem tudi na fast food. Imam tudi tedne, ko se mi ne da nič športati. Včeraj sem ob 11 zvečer šele oddala nalogo in pol danes zjutraj čist prezgodaj vstala. Ampak večino dni pa se probam slediti enemu takemu življenju, ki mi omogoča, da dobro funkcioniram in da se imam pač dobro. Je pa noro, kaj vse se da. Se to, recimo, ta tvoj Ironman po prvem letu z otrokom je en dokaz. Pa ne samo prvem letu z otrokom, a ti veš, da jaz prve pol leta nisem mogla teči, ker me je toliko bolela medenica. Ja, no, evo. Da sem še do leta pa pol po porodu mi je med tekom v dežju uhajal urin. Kljub vsem keglovim vajam. Pač ni tebi vse fiziološko spremeni celo telo med nosečnostjo. Nisem to majhen otrok. Pač ženske... Pa že to bi bilo že samo zaradi tega, ker ne vi, da se še malo bolj pohvalim, ker mi nisi dost. Ampak pač pa ženskah je del problema, da ne športajo tudi to, da je težje pol športati, ko si že rodil. Ti med nosečnostjo zgubiš mišično maso, zaradi tega, ker se ti spremeni kot medenice. In ti bi mogel po nosečnosti sam intenzivno deadliftati pa delati skvote. Kdo pa to dela? Mislim, se dviguješ otroka, ampak ti dobiš rame na mesriti. 20 kile. Ja, in pol pač se dobiš kile nazaj. Ali pa, kaj jaz sem v bistvu izkušala. Jaz imam zdaj manj kil, kot pred nosečnostjo. Ampak večina žensk pa pol konča z več kilami, oziroma tak je stereotip, ne vem, koliko je v resnici. Ampak se bojim, da je to pol slabš za njih, da imajo manj mišic, kot so jih imele prej. Ja, mislim, težje je. Dolgoročno je slabš. Ti moraš ne samo biti fit, pa ful migati, pa ne en teč kolesar. Ti moraš mišično maso graditi, ker to je tudi spet dokazano, da je večja mišična masa korelira z dolgoživostjo. Moraš pa biti tudi prizanesljiv do sebe, se mi zdi. Ja, veš, to pa je tak. Recimo, moraš graditi mišično maso, pa imaš otroka, ki ne spi, ki se doji, ki te rabi, greš teč, ti uhaja urin, mislim, predstavljam si, da te lahko dotovče v amena, ne? Ja, in rečeš, se ni pravim, vse da za mi vse, bilo ful težko, se sem rekla. No, ampak lej, šla si na Ironmana in recimo,
ko govoriva o tem omejenem, kdaj domov iz službe, jaz tudi vedno probam ne podaljšvati, če je možno. Imel sem tudi podcast z Markom Racmanom, kardiovaskularnim kirurgom. Po mojem sem ga poslušala eden najlepših pogovorov, ki sem jih imel. Je bila tu na transplantacijah. Ja, to sem transplantacijah poslušala. srca. In Mark je mislim, on ogromno dela, res. Kardiovaskularni kirurgi delajo ogromno in on pač teče maratone. Razlagal mi je, kako je kupil nek voziček, ki ga lahko z eno roko furaš. Jaz tega nisem mogla, ker me je medenica bolj bolela. Aha, si že probala to tudi. Ja, sem probala, zaradi tega, ker ti v bistvu tečeš s celim telesom. In če ti samo z eno roko porivaš, spravaš svoje telo v tak položaj, ki ni idealen za tek in pol me še bolj bolelo. Tako da jaz sem začela sem tako, da sem hodila 4 minute, probala teč 1 minuto. A ne tako začneš, pa vas spreminjaš te intervale in mi ni mi stekal. Dokler nisem lahko pustila mine same z vidom, tako da res sem bila prepričana, da bo pa 1 uro good, pa da jaz pol, ko bom prišla stika, da se bom lahko toliko zregenerirala, ker ti si dehidriran, potem ko nimaš mleka. Ne, da bom imela mina dost hrane, nisem mogla iti teč. No, sej, ampak si vseeno potem uspela s časoma in tudi to sem hotel reči. Prideš do tega Mark počasi. je drug primer, pa tega, ki pač ni rekel to kot ti, jaz moram recimo ob 3 iti domov iz službe, da bom imel live, ampak je našel nek drug kompromis in tudi... To je pa stvar sprejemanja kompromisov glede na prioritete, ki jih imaš. Moje prioritete, jaz ne sam športam tako, kot sem mi prej grdo rekel, da ne berem. Jaz ful berem. Kdaj sem ti pa rekel, da ne bereš? Vmes si rekel, da jaz ful športam en drug pa recimo bere 10 ur na teden. Sem bila sam tako, bitch please. To nisem zato ti ne bereš. Ampak tako, ni stvar, pač druge prioritete v življenju imaš. Sej pri nas tudi, kaj kakšen izpad, pa kdo zboli, pa bom preletela v službo. Pa tudi jaz ne zaprem zmeraj ambulante v 1:30. Pač lej. Pride nekdo, ki se je lih sekiral po prstu, udaril, valjda ga boš noto vzel, pač se nisi pošasta, ne, mislim. Ali pa če so ti ostali še 3 kartoni, jih boš pa pač naredil, se to ni taka panika. Se mi zdi, da tudi prioritete se ti tekom življenja malo spreminjajo. Ja, recimo, se nisi isti človek celo življenje. Veš, kolikrat jaz zdaj v zadnjih pol leta zvečer, ko mina zaspi, pa razmišljam, da bi šel na en kratek trening ali pa teč, grem pisati. In pomislim, nisem bil v fitnessu 12 dni, prej sem hodil 2-3 na teden. Ampak pač imam neko idejo in nimam kdaj drugače. In zdaj bom pač izbral, kaj mi zdaj ta trenutek bolj pomeni. A bom pač napisal en tekst in ga vključil pač v nek delovni projekt, ki ga imam, za eno knjigo, ki bo nastala, ali pač grem delati sklece. Ker sem probal tudi boje, pa ni šlo. Jaz sem te hodila vprašati, če si že kdaj probal to, kar se... Tako pomisliš, kao sej, med eno vajo, da so težmi doma, imam, 2 minuti pauze, zakaj ne bi jaz pisal in pa se vrgel na tla, naredil 2 sklec in pisal in pol pač se usedeš za računalnik in pač probaš 2 stavka narediti, mislim, moraš malo spoštovati ta kreativni proces vse. To je tako. Pač, da nek normalen tekst strata se boš mogel malo posvetiti. Zdaj mogoče pri tem pogovoru o zdravju in o zdravih navadah se bom jaz še enkrat dodatno zahvalil Radenski, da lahko snemava, zato ker so mi poslali zapit in sponzorirali ta krasen pogovor s tabo. Tudi tle, by the way, sem šel gledati, je ogromno kalcija in magnezija, kar veš, da je dobro za kosti in za krče. Pa sem tudi prebral, da recimo športniki, pomanjkanje magnezija je eden najbolj pomembnih vzrokov za krče in sem prebral celo, da je odvisno, koliko rabiš magnezija od tega, koliko si aktiven. Da športniki, recimo, če začneš laufati, pa isto ješ in piješ, boš imel lahko krče, ki jih sicer ne bi. Tudi protip med dosečnostjo isto, pač ti ful magnezija rabaš. A veš, tudi preeklampsijo ustavljaš med drugim z magnezijem ali pa prezgodni porod, a ne, ka imaš krče maternice. Ampak tako nosečnice, a si noseč, David, da mi česa nisi povedal, a moram čestitati. Ne moram ti vsega povedati.
Ti niti ne bereš, kaj ti bom govoril. Ne, ampak zdaj si več izvedel. Ne, ampak v nosečnosti ima veliko žensk krče in pol pač jim sam rečeš, malo magnezija si probajte, pa je ful boljš. To je mene ful rešvali, jaz sem bila veliko krča. A si bila na maratonu 3 src mogoče? Ne, sam na tem enemu, zdaj random maratonu sem bila. In to je to za moj life maraton. A ti si triatlon, tebe maraton ne gane? Ne, najprej sem hotela iti na maraton še v času, ker nisem še noč plavala. Pa, ko sva dobila otroka, je rekel, jaz ne bom, ker on je bil še plavalc, on je bil tako v reprezentanci pa na evropskih igrah. In je rekel, moj otrok bo znal plavati in ti tudi moraš znati plavati. In sem pa takrat v bistvu šele začela plavati. Jaz sem šla na Ironmana, kar je pač v bistvu ful velik dosežek, po temu, ko sem šele pol leta plavala. In zdaj se lahko pohvalim že s temu, da nazadnje, ko me je videl na bazenu, ko sva se srečala, ko ponati tako, da gre en od naju plavati, pa ta drug pride z mino, pa še malo čofotamo, pa se pa malo zamenja, pa je rekel, sej veš, zdaj ti gre pa že kar. Pa je tako malo bil tih, ker ni hotel reči, ko ga je na noter ga je bolel, pa je rekel, dober. Zdaj tako, velika pohvala, pohvala. Ja, tako vsem sem povedala, da je vid rekel, da dober plavam in vid je bil, nisem tega rekel, jaz sem tako, vid je rekel, da dober plavam. Je rekel, samo 9 sekund pauze je bilo vmes, ko je iskal besedo. Samo še enkrat več časa rabaš, da prideš 1:25, koliko jaz, super ti gre. It's not a competition. Ja. Ampak če bi bil boljši. Saj sem te že toliko stvari vprašal. Veš kaj me zanima? Ti si bila prva, ki jo poznam, da je na Instagramu imela medicinski meme profil. Najprej mislila, da nam bo zmanjkalo časa. Za to vprašanje se hecaš. In najprej prosim, če poveš vsem poslušalcem in mojim tudi bolj resnim, starejšim slušateljem, kaj je to meme? Meme je... To tudi mene zanima. To pride iz besede džin, pride meme, mislim, da nekaj taga. Pride tako prav neka ta etimološki izvor besede je, sam da se ne prenaša pač z geni, ampak se prenaša s komunikacijo v družbi. In to je v bistvu neko sporočanje, ki se tudi s časom spreminja, z družbo se spreminja. Tudi te rage komiksi, ki smo jih mi leta 2009 gledali na 9gagu, pač to zdaj ni več aktualno. Zdaj je nek čist drug meme, da ti neko traparijo poveš na TikToku. Jaz tega ne štekam več, ampak tako... To je moj velik strah, da bom enkrat prišel do točke, ko ne bom več razumel. Da bom otroku rekel, kaj pa je to? Pa bo on rekel, to je, ne vem, meme, ki sta 2 krokodila, pa je ful smešen po mestu. V naših časih smo imeli pa vice o blondinkah, pa v Gorencih. Tako da, to je ono, hočem biti relevanten fotor, ki bo imel mime. No in ti si odprla ta profil, to se spomnim. Še preden sem jaz odprl svoj Ministry for WTF, ki se ga morda še kdo spomni. In takrat sem jaz pomislil tako, pismo sej doživljanje te zdravniške stroke in medicine skozi neko prizmo humorja in kdaj tudi absurda. Ja, drugače je dober. Pomaga. Dober je, hud feeling je. A imaš še ta profil? Ga bom po linku spodaj v opis epizode. To je zdaj tako ta official out. Ta prvo moram povedati, ta profil je nastal, sva ga naredila jaz, pa še en kolega iz mariborskega faksa, ki sva se videla sicer, moram da priznati 2-krat v življenju. Ta prvič je bilo, ko sva bila na eni mednarodni konferenci študentov medicine nek v tujini in smo šli na ta plenarna srečanja. Bilo je ful dober, spoznal si veliko ljudi iz celega sveta. Jaz sem takrat predstavljala en naš javnozdravstveni projekt iz faksa Misli na srce, ki je tudi takrat dosegel, mislim, da 2. mesto. No, in mi smo bili na tem srečanju, jaz sem predstavljala ta projekt, ki mi je tudi omogočil sofinanciranje, da sem šla malo lažji. In no, sem spoznala pač tam kolega Tadeja Kampiča, ki je pa zdaj specializant kirurgije v UKC Maribor in midva sva se videla takrat. In pa sva se videla še enkrat na enem dogodku, pa enkrat se mi zdi, da ko sva šla z Vidom v Maribor, smo šli skupaj na kafe. Z njemu pa njegovo ženo.
In mi dva sva odprla svoj meme page po temu, ko sva se, ne vem, 1 leto samo pošiljala si mime. In sva se takrat povezala v tem svojem trpljenju z memi in sva pol to nadaljevala in pa sva bila tako, pa dajva mi dva to nekam objaviti. In pol je v bistvu se zgodilo tako, da je pa en še meme page, ki je bil pred najmu, objavil nek meme, ki se je norčeval iz mariborskega faksa in so dost, mi Ljubljančani pa Mariborčani moramo biti frendi. In mi dva sva skupaj naredila akaunt in sva se ponorčevala iz tega drugega akaunta in sva se iz vsega norčevala in sva se iz Milojke norčevala in pa si se še ti začel iz Milojke norčevati. In pa smo se iz izpitov sva se norčevala iz mariborskega faksa, iz ljubljanskega. Zdaj se norčujeva iz specializantskega življenja. Vmes sva se iz pripravništva. Pač oba dva sva že starša poročena. Ta najn meme page vmes 1 leto vsaj ni nič objavljal. Zdaj se spet sporadično kaj pojav. In sicer ime mu je Medicinka, to je žoga, ki dela medicinske meme. Tada jaz sem vprašala pred tem podcastom, če lahko povem. Ja, ker nisva se nič razkrivala, tako da meni je v bistvu ful dober, ker je tako en ta pogled družinca pa nekoga s tercija, sekundarja. Ker nima v UKC Maribor vsega, ampak je pa tako danes recimo ful ena prigoda, ker sva se nekaj pisala, ker sem jaz nekaj pojamrala glede enega pacienta, ker sem en meme naredila, sam ni bil dober format za objaviti in pa ga nisem objavila. In mi je nazaj odpisal tako čez 4 ure in mi je sam napisal, sorry, eni mami femoralka počela. In sem tako, hudo, okej. Pač smo odrasli vmes ratali. Ja, tako malo na drugem nivoju je to, kot je bilo. Povej mi, kje si pa moža spoznala? Na Pajzlu. Vidiš. To je ful dobra zgodba. Ti si spoznala svojega moža isto, kot sem jaz svojo bodočo ženo? Ja, sam ti si na začetku faksa. Ampak tudi v Pajzlu. In zdaj imamo otroke z istim imenom. A ti tako mene stokaš? Ker si mlajša, jaz sem bil prvi. Ti si napisal zapiske za kemijo, po katerih so se vsi učili, jaz sem napisala zapiske za anatomijo, po katerih so se vsi učili. Jaz sem bila na vsaj 2 tvojih ustanovnih sestankih za projekte. Za dramsko skupino? Za imuno. Sem imel ogromno idej v življenju. Za Helpline, ki je tragično pogoril in propadel. Ampak ideja je bila dobra. Je cool, na Pajzlu, kakšna zgodba je to, si rekla, da je bila dobra zgodba? Ja, to je kar zanimiva zgodba in sicer jaz sem šla na Pajzel pecat eno sošolko. Zaradi tega, ker sem bila ne lih frišno samska, ampak pod 1 leto samska in pač takrat si probaš osmisliti življenje na druge načine in sem se ga šla tja pač napiti, zato ker te kolegice, ki sem jo hotela popecati, ni bilo in sem bila čisto žalostna. Tragična zgodba, ja. Tako sem že malo žalostno pogledovala, vse je ratal si vopa v tem songu od Naruto, se je spustil. Ampak pol ne vem točen, ko se je zgodil, ker v bistvu z Vidom imava 2 ful dobra prijatelja, ki sta bila njegova sošolca v gimnaziji, pa moja sošolca na faksu. In en od njiju je bil tudi takratni šef Pajzla in je pač rekel Vidu, da mi imamo Pajzel, a boš prišel, in je prišel. In ne veva, kako je prišlo do tega, da se mi 2 pogovarjava, veva sam, da sva se skrigala, on je imel čik v roki, jaz sem njemu razlagala, kako je to bedno, da kadiš, in pol tako 15 minut kasneje sva se že ljubčkala tam v enem grmovju. Tvoj mož ve, da si ti šla na žur z namenom, da prideš s punco in si dobila njega. Ja. Ampak mi je napisal message, me je poklical in pa sva šla na čaj in tako se je začel. Pa sva začela hoditi po hribe. In to je bilo lih istočasno s tem, ker sem se jaz odločila, da ne bom debela zdravnica. In sva sklenila neko stavo, da bova športala ne vem koliko minut na teden in če zgubiva stavo, bova mogla skup športati in sem jo seveda zgubila. Všeč mi je, kako sta šla iz tega alkoholnega opoja v tako zdrave navade. Ja. Našla sva se. Da mogoče je pri nas vseeno malo preveč sprejemljivo to, kako... Recimo, če greš na žur, spiješ eno pivo, je kar čuden, a ni? Čuden vsi pričakujejo od tebe, da se boš... Da se boš, zlomil. Sploh pri mladih, malo drugače se mi zdi, študenti, pač se mi zdi, da nimajo meje sploh, pa si rečejo, oni so mladi.
Pa priješ v neka naša leta ali pa leta naših staršev, je pa tako, valjda 2 piva zvečer, če je bil težek dan. Pa so vsi, tako sprejemljivo se mi zdi v družbi. Ja, ful smo taka mokra družba, bi Ja. temu rekli. Sej, Mislim, ker posledice se imamo par vidijo. kampanj na tem področju, itak, Ja. da se tega tudi mi ogromno vidimo. Mi imamo tudi pač v referenčni ambulanti presejamo za tvegano pitje alkohola, imamo tudi delavance iz tega področja. Ampak je tako, res smo navajeni. Jaz lahko zdaj pohvalim sebe. Jaz sem, ko sem zanosila, pač sem leta tako tudi po letu, no, ne, pa ko se spomnim, ne, in tudi tam pri nas na Gorenskem vsi reče, enega takrat ga lahko, se ti bomo sam polnili. Sem lahko Kar tak res pritisk, ne, ja. nič. Kaj še reče, nisi noseč, pa rečeš, ne paše mi, a veš. Ja, vsi te čuden Kako ne gledajo. paše? No, A zdaj in cel pol nis. je na eni točki videl moj mož, koliko sem zdaj jaz ratala ljubitelj brez alkoholnega piva, Ja. ki ti, ne vem, zvečer gleda v anime, pismo enega bi odprla, Ja, veš, ja. tako 7 je eno, ne vem, 0-0, ki jih je zdaj že ful različnih, ful je ponudbe in res lahko najdeš nekaj zase. In bi se ti zdel tako res neumen to pokvariti z alkoholom, bi pa odprl si pivo. In je v bistvu on tudi zdaj ne pije. Samo, če je res kakšna taka posebna priložnost, ne vem, on je po moje edini človek, ki ga poznam, ki je svojo 30, ko preživel, tako da ni spil kapljice alkohola. A vidiš, in to je, no to sem Recimo, pa ni bil on noseč, pa ni on dojil, ampak je on se tekom dneva, tekom tega mojega procesa, ki jaz nisem smela odločiti, da pa on tudi ne bo, da ne mu v bistvu tudi ne sede. To sem hotel zdaj malo razplest, gledal, da se pogovarjava o zdravem življenju, da ne bova končala s pajzlom. Mi je pa lepo, a veš, lepo mi je, koliko odkrito govoriš o teh svojih in preteklih, bom rekel, nekih razvadah, to, da si veliko pila recimo na teh žurih, da si in od teh nekih, ne vem, kaj rečem, šibkostih ali izzivih, kot je bilo ta poporodno obdobje. Ja, pa to je ful pomembno, saj ti, ne vem, vsak od nas, ki delamo v družinci, je že kdaj komu rekel, ne vem, kaj je nekomu težko, pa mu hočeš dati neko usporednico ali pa na svet, pa reče, a veste, kaj sem bil pa jaz v taki situaciji, sem pa tako naredil. Tudi recimo sem ti rekla, moj mož je kadil, zdaj ne kadi več. Jaz to ljudem povem. Joj, ne vem, kako vam je, ker pač nisem nikoli bila odvisna od nikotina, ampak živim z možem, ki je pa bil odvisen nikotina in se zavedam, da je zelo hudo. In vedite, da vem, da vam je hudo in je že pol ljudem lažje se povežejo s tabo, njim je pol lažje upoštevati tvoj nasvet in podoben je za vse ostalo. Da si iskren na ta način. Ja, da pač sebe odpreš. Pa tudi se mi zdi, tega v naši družbi res manjka. Ja. Vsi bi imeli ful lepše življenje, če bi se iskreno pogovarjali. Ja, in tudi mogoče, če bi imeli nek realen pogled, nekaj to, kar si rekla, našo mokro kulturo. Jaz zdaj sem prebral eno izjemno knjigo od Miha Šalehar, Notranji pir. Čisto za foro sem začel brati, ker je duhovit, pa sem rekel, zihar bo smešna. Tako pretresete, ker on, ko to piše, to svojo zgodbo in ko vidiš vse te vzorce in ko piše recimo eno super poglavje, ki primerja, koliko so vsi zgroženi, ne vem, ker se prodajo kokain nekje v Ljubljani, in pol daje paralelo tega, veš, kaj je droga in zakaj si ti čuden, če ne vzameš piva, ki si zunaj, ampak unka je pa snifu, je pa pošast. Je pa grozen. Mislim, res ful priporočam to knjigo tebi in ostalim. Meni je res bila super in se mi zdi, da je to važno reči, no, da se da praznovati 30 in druge stvari življenjske. Ja, tudi, da se, pa bilo je v resnici 0-0 ful pivom dober. ali pa z Radensko. Ja, ali pa tako v bistvu point tega ni bil až tako, ko ljudje naredijo nek piknik ali pa žurko, da si not v zaprtem prostoru, pa vse, kar imaš tam za početje, v resnici pijača. Mi smo šli na bazen, rezerviral nam je proge in smo igrali vodno košarko. A takrat si že znala plavati? Ne, jaz sem takrat sedela na robu, pa držala mino v naročju in bilo je ful dobro, ker mi ni bilo treba plavati. Je rezerviral 30 na bazenu, vedoč, da se ti lahko utopiš katerokoli minuto. Ne, takrat sem že trenirala z Ironmana, tako da sem že znala malo plavati. Si znala lebdeti v vodi. Pa pač jaz sem bila zadolžena za mino, pa on je tudi vzel malo vmes mino, ker te otroci so ful radi v vodi. Da si šla eno žabco lahko v miru. Da sem jaz šla tako v miru, 100 metrov in sem bila pa tako, to je bil pa res trening, pa če pač, ko si predstavljaš, že 100 metrov ni zelo velika. Ne? Ja, 4 dolžine, kaj? Ja, nekaj je bilo. Ful hvala, Ana, govoriva že kar nekaj časa.
tisti, ki ste še z nami. Hvala tudi vam. Pa nič, dobro deli še naprej. Ja. Upam, da se čim manj vidimo tako, kaj se reče, poslovno, da boš vse infekcije porihtala sama. Ja, se jaz tudi nisem zelo vesela, kadar mi pacienti kakšne vaše izvide prinesejo. Vsaj napišemo na roko, kaj pa bi... Kaj vaša napotnica so lepo naprintani. Ja. Ne, pa sej pišemo na potance. Če je na terenu, je na roko, ker pač nimaš na terenu je na roko v rešilcu, ki se miga. Trese in se pele 240 po avtocesti. To bomo prostim. Hvala ti še enkrat, pa lepo se mej. Ja, hvala enako.